Ciril, Ja, ali je trenutna saga, ki se odvija okoli oblikovanja nove vlade, za časopisnega ilustratorja, kot si ti, kot bi padla sekira v med? to je bilo čudovito. Jaz seveda že 2 leti ne rišem več satire za časopise. 2 leti je, kar sem nehal risati za časopis Večer. Ampak vopče. Ampak vopče je pa ta saga, se pravi, vzburja tiste dele mojih možganov, ki so namenjeni satirični risbi. To pomeni, da je zelo dobrodošla in seveda producira fine sugestije. Vem, da Tomaž Lavrič dela dobre stvari, tudi ostali. Jaz pa, ki sem malo na dopustu te satirične risbe, samo oddaleč uživam. Vem, da je eno, lahko rečem, poslanstvo, misija, izobraževalni strip tvoja. Je res? Drži, Na nek drži, način. drži. Bova se še dotaknila tega. Kaj bi ti bil večji izziv, da bi zdaj naredil? Da bi naredil izobraževalni strip za poslance oziroma predsednika Državnega zbora o poslovniku delovanja, ker so imeli malo težav, ali v bistvu cela saga glede zdaj te snovanja koalicije tehničnih mandatarjev? Kaj se ti zdi, da bi to tvoje poslanstvo bilo najbolj učinkovito, ne, v teh 2 primerih? Ja, zdaj sigurno moj sentiment se iz satire premika proti izobraževanju, proti vzgoji. Zdi se mi, da je vzgoja ta hip zame je pomembnejši proces kot satira. Satira je v veliki meri tudi ventil za to, da neke napetosti sprostimo v družbi, medtem ko izobraževanje, pa ne toliko poslancev, jaz ne bi šel izobraževati poslancev. Moja idealna služba je bila res delo na terenu. Iti od najbolj zakotne kmetije do predmestij industrijskih, do high-tech firm in samo poslušati poslovneže, poslušati ljudi, ki so zaposleni, od čistilke do direktorja, vse bi me zanimalo. Kajti seveda se v poslancih odrazi pač mnenje volilnega telesa. Ta slovenski volilni sistem ni slab. To, kar imamo v parlamentu, to smo izvolili in tudi to so pač bivši navadni državljani, ki so zdaj postali poslanci. Bi bilo smiselno izobraževalni strip za, ne vem, da se razloži predsedniku Državnega zbora in novim poslancem, kako deluje poslovnik? Kako bi bilo to smiselno? Zdaj, zdi se mi, da pri poslovniku, ki je kompleksno čtivo, ne, da tovrstna pravila ni smiselno uprizarjati v stripu neposredno, ker dodajamo samo en nivo kompleksnosti, medtem ko smiselno bilo pa recimo neko zgodbo v stripu povedati, zakaj so ta pravila potrebna. Recimo ena zgodba, ki zdaj res ni pod fokusom, recimo situacija v Tuniziji. Tunizija se je vrnila nazaj v avtokracijo, spet so ljudje v zaporu, politični zaporniki, in po tem loku, ko je eno kratko obdobje tam demokracija delovala in ko je parlament deloval, je tunizijski parlament izgledal grozno. Ne, čisto, da spomnim, pač Tunizija se začne z zažigom tega prodajalca uličnega, to, kar kasneje pomenujemo arabska pomlad. Tako. In zdaj je sistem prišel nazaj na tisto točko, na kateri se je začel. Vmes je pa tunizijski parlament izgledal grozno. Tam so se ljudje pretepali, kri je tekla. 2 poslanca sta se lotila ene poslanke, ne, jo pretepala in tako naprej. Da parlament je bil grozen, plus to, da je to tunizijska televizija prenašala v živo. Ljudem se je parlament zagravžal. Zdaj, kar niso imeli izkušnje ne parlamentarci, pa tudi ne volivci in volivke v Tuniziji, da pač demokracija ni vedno simpatična, da demokracija lahko pomeni, da je izvoljen nekdo, ki ti pač ni všeč. Strinjamo se, da se ne strinjamo, ne? Yes, da tisto, kar recimo Tunizijci niso uspeli nekako zdržati pa artikulirati, ne? In jaz verjamem, da so imeli Tunizijci predstavo o sebi, da so neko najbolj urejeno ljudstvo in tudi izredno prijazni ljudje so to tam. To je pač turistična destinacija, ki upraviči zaupanje, ampak v redu, ne? V parlamentu so se pa tolkli, dobesedno, kri je tekla. Batine so padale. Ne? Zdaj, tu bi morali nekako to zdržati in artikulirati, napraviti vljudno to, kar je bilo tako grozno, kar so se odločili seveda, da opustijo parlament. Parlament je zdaj efektivno razpuščen, vlada direktno predsednik. Ti praviš, enkrat si izjavil, da si politični junkie, da si obseden
kot s politiko. To še velja? Se je kaj spremenilo oziroma kaj to pomeni? Ja, mislim, zakaj verjamem, da to velja? Zato, ker me zgaga peče. Ker meni zmeraj, da me zgaga peče, preveč o politiki razmišljam. Ne? In to sem opazil že pri večeru in to je bil znak, da zdaj je potrebno malo distance narediti. In ta zgaga je pač signal, da se v politiki, da s politiko pretiravam. Kaj to pomeni? Kako jo spremljaš? Jaz še vedno sem pač v stiku z kolegi z bivšega večera, se pokličemo, sicer pazim, da ne počnem to preveč, tako, ampak še vedno pa ne nazadnje tudi ne pozabiti. Ne? Jaz imam pisarno v centru Ledina, nad mano je Ministrstvo za gospodarstvo, ne? In je tudi kavarne, ne? V centru Ledina na Kotnikovi ulici 5 so pač polne ljudi, ki razpravljajo o politiki. Ne, tako da pri nas v hiši včasih završi kaj. Jaz se spomnim teh dram, ko ugotoviš recimo, da leva koalicija ne bo šla skozi, se je to nekako začutilo v temperaturi hiše. Podobno kot to, ko smo ugotovili, da bo ta tako imenovani tretji blok Stevanovićem reči, da bo podprl novo vlado, tudi to završi v hiši. Skratka, to je nekaj, kar po kavicah zašumi. Ne? Tako da je sama stavba nehvaležna za nekoga, ki bi se hotel povsem odmakniti od politike. Ampak kako sicer spremljaš to politiko kot civilist, Ciril, in kot doktor Horovic? Kot profesionalec, je to ločiš? Je eno subjektivno, objektivno? Drži, sigurno, ampak se mi zdi, da recimo tisto, kar me zdaj res nagovarja, je to, da bi bila potreba potem, da bi vzpostavili en večji konsens o tem, kaj je res, pa kaj ne. Zdaj strokovno bi temu rekli epistemološki konsens, ampak tisto, kar pripelje po na koncu do totalne razdvojitve, je to, veš, mi se več ne strinjamo o tem, kjer politik bolj ustrezno nagovarja naše potrebe. Mi se na koncu ne bomo strinjali o tem, ne vem, a je 5 enako 6. Tak primer, to se sliši banalno, ampak tak primer je recimo takrat ta Trumpova inauguracija. Trump trdil, da je bilo največ ljudi. Če si šel to štet, pa je bilo nekaj prazno vzadej, ne? Drži. Ne? Se pravi, na koncu se o številu ne moreš dogovoriti. Ne o nekih zelo zahtevnih konceptih povezanih z stanovanjsko politiko, splavom pa migracijami. Ne? O številu se ne moreš. Ne? Tako da tle se mi zdi, da živimo v medijski družbi, ki res navaja k polarizaciji in da zmanjševanje interneta oziroma moči interneta bi mogel biti eden izmed ciljev. Se pravi, naj še bolj preciziram, ne, da novica, ki je zastonj, ne, za katero ti ne treba čisto nič plačati, je novica, ki pride z velikim vprašanjem. In ta vprašanje je, kdo za hudiča financira to novico, ki je zdaj zame zastonj. Ker ti novinarsko delo je zahtevno. To traja, ne? Da se novinar ali pa novinarka izobrazite. To moraš neke šole hoditi, ene standarde spoznaš, tle lahko omenjamo Münchensko deklaracijo, recimo, čisto enostavna zadeva iz Münchenske deklaracije. Nekoga v novinarskem delu obtožijo nekega politika, neke prevare. Nujno, to je del Münchenske deklaracije, tega velikega dogovora med novinarji in novinarkami, da se bo vsakega, ki je obtožen, tudi soočilo s temi obtožbami novinarskimi. Se pravi, jaz kot novinar ti očitam korupcijo, imam te pa te dokumente, sem to pa to preveril in zdaj te soočim s tem, da lahko reagiraš. Se pravi, ne bom šel kar blato metati, preden dobim reakcijo in potem včasih napišejo novinarji tudi do zaključka redakcije, nismo dobili odziva ministra in tako naprej. Ampak vsaj ta gesta je bila pa napravljena, vsaj priložnost je bila dana. To je neskončno velika razlika. Medtem, če jaz pač z AI-jem nekaj čaram na internetu. In da tisto, kar bi recimo, zato jaz govorim bolj izobraževanje mojega sočloveka, ne, sestre, brata, soseda, sosede in tako naprej, sošolca, sošolke, whatever, sodelavke vsakega, ki je nosilec državljanstva ali pa tukaj v Sloveniji živi, pa tudi širše v Evropi, tega človeka je treba izobraževati. Ta projekt, ki bi ga jaz predlagal, je razsvetljenski projekt. Ne, se pravi, dajmo se malo vse pa del miru razmisliti, no, če ti ljudje, če zastonj dobiš po internetu, pa prisegaš kot na Biblijo, na tisto novico, ki jo je nekdo zjutraj ob 2 spustil na net, medtem pa očitaš novinarjem, ki imajo pa izobrazbo, ne, ki imajo pa urednike in urednice, ki to preverjajo, ki imajo tudi med kolegi ena kontrola kvalitete tem službam,
Ne, tem zanesljivim hišam, ki proizvajajo novice, ne, ki delajo novice, tem pa očitaš, da so lažne. Ampak zdaj ti praviš, da dober ilustrator in karikaturist mora dobro poznati družbeno dogajanje, da ga lahko razloži ljudem. Vse podobno kot v bistvu novinarji. Zato mogoče se še enkrat vrnem na moje vprašanje. Kako ti spremljaš kot dr. Horowitz ali pa kot ti, kako spremljaš novice? Gledaš kaj? Vse spletne strani pogledaš, vsak dan slišiš, da nekaj. Kdaj dobiš tisti klik, aha, tole je pomembno, tole moram jaz poudariti, ker ljudje grejo prehitro mimo, da ti dobiš ta vzgib. Okay, zdaj, recimo moja dnevna rutina. Jaz sem v procesu, kjer se želim majčkeno odvaditi tega. Kajti z Večerom sem sodeloval 20 let, od tega 17 let na tedenski bazi, ne, in to pač res postaneš del te ekipe in spremljaš novice intenzivno. Ampak moje je sigurno to, da zelo širok spekter medijev pregledam, tako da jaz grem tudi Fox pogledat, kaj Fox pravi, grem pogledat seveda Al Jazeero, tudi vključim VPN in grem pogledat RT, pa grem pogledat tudi Levado, pa Ruski urad za statistiko, pa gledat majčkeno razlike, ne. Take stvari recimo opazim na Ruskem uradu za statistiko, so svoj čas čisto na prvi naslovnici, je bil odprt dostop, pa si potem takoj videl popularnost predsednika Putina. Ne? To je bilo prvo. Tega zdaj več ni. Ne? Se pravi, zdaj, razen, jaz sem to nazadnje gledal nekaj mesecev nazaj, ne? Lahko, da se je v mestu spremenilo, ampak že samo dejstvo, da je nekdo rekel, da mi popularnost predsednika Putina umakniti iz naslovnice urada za statistiko, pa drugo dejstvo, da so pa v nekem trenutku zahtevali pa logiranje, se pravi ime, priimek, neke podatke si mogel dati zato, da si lahko to statistiko gledal. Ne? Pa tudi ta statistika je majčkeno problematična. Ne? Zdaj pa druga stvar, jaz recimo čisto strokovno, če govorimo, vedno bom poskušal to gledati nekdo, ki ima rad statistiko, se pravi stališče statistike, koliko je česa, ne nujno takoj paditi na to finto, nekaj, kar zdaj trenutno se najbolj poudarja. Drugo, kar je pa zelo zanimivo, je pa to pogledati, o čem vse mediji govorijo, ali pa internet, tu rečem mediji zelo širše, tudi tisto, kar se tega naziva ne zasluži nujno, pač vse, kar je na internetu. Blazno zanimivo vprašanje, česa se ne pokaže. Recimo Tunizija, ki sem zdaj omenil, novica, ki sploh ni relevantna, ne, očitno za nas. Ključno je seveda to, da Tunizija recimo je podpisnik z Evropsko unijo določenih dogovorov o migracijah. Ta avtoritarni predsednik zelo dobro izpolnjuje te funkcije in je Macron odkrito rekel, sorry, kdo sem pa jaz, da bom govoril Tunizicem, kakšnega predsednika naj imajo. Ne. Skratka, so en cel kup korpus enih novic, ki ostajajo skrite. Tudi to, ko jaz zagovarjam te uradne medije, delam to ful precizno. Jaz se zelo zavedam, da so te uradni mediji nepopolni. Ne, in da tisto, ki bo rekel, politika ne vpliva na uradne medije, konkretno Delo, Večer, Dnevnik, od tiskanih medijev, pa nas te večji, Televizija Slovenija, Pop TV in tako naprej. Skratka, jasno, da politika zelo vpliva. Fenomenalno, tako da recimo, če bi želel človek kak dokumentarc o kakih zarotah snemati, v teh hišah bi tudi imel, se zgodi. Moja je to precizna zadeva, da te hiše pa vendarle zaradi visoko izobraženih ljudi imajo neke samokontrole in na nek način je to as good as it gets. To je veliko bolje, ker to se zavedaš, kaj je to, ko tega več ni. Takrat dobiš pa res ves ta internetni bruh, takrat res dobiš tisto, kar boš ob 2 ponoči čisto šokiran, kaj se je nekaj zares zgodilo. Ne. Tudi v obdobju umetne inteligence mi res rabimo te ljudi iz mesa in krvi in ki bodo zaradi strukturnih razlogov seveda tudi tarče in včasih uspešno zadete tarče strani politike in centrov moči. Ne. Tako da nepopolna televizija Slovenija konkretno, obupno nepopolna hiša. Mater ima še vedno dobra jedra. Mislim, to je tako, ti še vedno lahko najdeš ene skupine ljudi, to so te mali notranji uporniki, ki niso uporniki z zastavami pa s kolesi pa tako naprej, ampak so uporniki v sistemu, preprosto svoje delo opravljajo pošteno. Ne, pride v službo in ga pač ne moreš kupiti. Ne.
da sicer je uredniška politika tista, ki lahko mečken kako stvar utiša, ampak dober novinar, dobra novinarka bosta vedno svoje delo poskušala upravljati Je maksimalno. tebe probal kdaj kdo kupiti? Deja pomisliti. Pa zdaj ne govorim v smislu, da se preživljaš, pa da ne, ampak v smislu, jaz se spomnim to, recimo, spomnim se to, da ko sem risal proti Tešu, ne, je takrat uredništvo zašeli, joj pa Teš, ne, to je ta termoelektrarna Šoštanj, 6. blok, ne, to pa je vendarle super projekt, ne. Ker je bil nek trenutek, ki je tako leva, kakor desna stran, ker skrivnost slovenske politike je to, da tako imenovana levica in tako imenovana desnica se strinjata okrog dveh zadev. Eno je energetika, drugo je pa infrastruktura. Kaj je treba, kakšne ful mega projekte graditi, takrat pride skupaj, se dogovorijo o procentih, ne. To zdaj malo karikiram, ampak lahko si predstavljaš, ne, da tukaj vidiš pol tudi po načinu, kako mediji reagirajo, da zelo pogosto je tako, da pri teh velikih, ker je res za veliko denarja, Teš je bil tak problem, tako SDS, kakor SD nekako modro molčijo. Ne. Takrat smo imeli mi, ko je bil Teš 6, samo tale Gregor Golobič, ne. Ki mi je rekel, ko so se srečali pa pogovarjali o tem, rekel, še celo znotraj njegove stranke niso bila mnenja čisto enaka. To je očitno bil res tako dober denar, ki ti tako Golobič, pa tu sem se mogel z njim strinjati, pa jaz sem z neke familije, železarna Ravne, ne, Velenje in tako naprej, to so naše koordinate, meni je bilo pač to intuicija, da gre cena termoelektrarne čez milijardo tuja, ne, to ni prva termoelektrarna, ki se je gradila. Ne, to je bil čisto prvi nek alarm, da cene, ki grejo tam nad 1,5 milijarde, smrdijo. Ampak tle si lahko zaslutila, da verjetno, ko si primerjala tudi podobne cene, da recimo tam 800 milijonov, tudi 950 milijonov, zaradi tega, ker so te kotli res zahtevni, zaradi temperaturnih razlik, vendarle je high-tech tudi taka termoelektrarna, ampak da tam do milijarde, recimo, z malo domišljije se še pride, ne, gotovo pa kar je čez milijardo, je pa kazalo na korupcijo. Tako, recimo, tam se mi zdi, da je ta vpliv tega mamljivega denarja, da je našel tudi pot celo mogoče do novinarskih hiš, da so celo novinarske hiše rekle, pa se mogoče pa to vendarle prinaša delovna mesta, mogoče pa to vseeno dobra stvar. Ne. Imaš koga konkretno v mislih? Meni je takratni urednik Ranc, ne, Tomaž Ranc, ki je super novinar. Takrat mi je mečken sam namenil, mogoče pa vseeno je to v redu projekt. Ne. Kar mi ni bilo čisto. Seveda, ampak spet Tomažu Rancu v pohvalo, nikoli pri večeru mene niso ustavili. In Tomaž Ranc, ki je mene pripeljal k večeru, me je pripeljal ravno zaradi tega, da rišem svojo glavo, kar je on tudi dosledno upošteval, več kot to je tudi podprl. Spet, a ni fino to, ta fina kultura, ne, torej urednik je mogoče, recimo, da je Tomaž Ranca, ne vem, kaj se mu je zgodilo, ampak mogoče malo ga je začarala takrat ta vtis, da ta termoelektrarna Teš 6, da je to pa vseeno nek zanimiv projekt. Nisem se pogovarjal o tem, kaj ga je takrat začaralo, sem rekel mi tako, da mogoče to je vseeno fajn projekt, ne. Tako sem je zaslutil, ne, da je morda mal imel zlatega prahu v očeh takrat, ne, kasneje se je spremenilo, Večer je zelo dosleden in dober kritik tega projekta, upravičeno, ne, ampak to je bilo vse potem, pa kar so mene pri Večeru, zdaj, če govorimo o tem vplivanju, vprašanje je bilo sicer, so me kupili, ne, meni so pač kakšni ambasadori znal pisati, ne vem, avstrijski ali pa nemški so znali malo bentiti, nekaj, da smo čez udarili, ampak zanimivo je bilo to, da nikoli meni pri Večeru niso preprečili objave ilustracije. Se pravi, nikoli ni bilo to, da bi neka akcija bila in to priča tudi o enem drugem temperamentu. Večer je preprosto zmogel v uredniškem korpusu en pogum. Ne, tako da tudi, zakaj je ta pogum ful pomemben? Zaradi tega, ker moje sodelovanje z Večerom se začenja, ko je afera Miro Petek še zelo v fokusu, to je zdaj tako rekoč pozabljena reč, žal ne, pač novinar, ki piše proti korupciji, proti pranju denarja, proti prevaram sistema. In so ga pretepli, ne? Tako, z namenom, da ga ubijejo. Ne, se pravi, ta napad, kakršen je bil izveden, pa tudi poškodbe, ki so bile grozljivo hude, so kazali, da je bilo namen napadalcev človeka ubiti. Ne. In pol ta paradoks, da imamo tako rekoč javna tajna, ne, vse silnice, interpretacije so kazale k enemu podjetju, k enemu človeku, pa dejstvo, da naenkrat vsi pozabijo,
priče so bile prave. Jaz sem z Gjörkošovo, z tožilko govoril o tem, je rekla, popolnoma prepričana, da ljudi, ki so sedeli na klopi, da so bili ta pravi. To mi sicer rekla neuradno, ampak lahko si misliš, uradno pa velja, da so ljudje pozabili, da se ne morejo spomniti in primer Miro Petek ostaja nerazrešen do danes. Si zato tudi strip o tem drži. naredil? Ampak hočem samo povedati, veš, o čem govorim, o pogumu. Mirota so skoraj ubili takrat. To je bilo tudi grozljiva zadeva, ne samo za njega, za novinarskega kolega, ampak grozljiva stvar za družino. Za ženo, za otroka. To je grozljiva izkušnja, ki je pa takrat pa večer, in del tega je tudi Tomaž Ranc, ki je pol mene povabil k sodelovanju, Milan Predan, Tomaž Ranc, Miro Petek, pa seveda Dragica Korade, tudi taka, žal pokojna, ampak res izjemna. To je zahtevna ženska, mislim, perfektna, profesionalno, zelo zahtevna. Se spomnim, da je enkrat nek tekst sem pisal, pa je rekla, da niti ni bilo tako slabo napisano. Ko sem kolegom omenil, sem rekel, wow, to ti je rekel, to je ful pohvala. To je ful pohvala. Res je bila dosledna in to je, veš, naenkrat imaš neko jedro ljudi, ki si tudi upajo. Upali si se pa zaradi tega, ker so pač Mirota so skoraj ubili. So vedeli, da tam na oni strani so ljudje, ki se ne zabavajo, odgovor večera je bil v redu, mi bomo delali naprej. Ni bil to v strahu, se bomo umaknili, bomo nehali pisati, bomo nehali se stremeti za pravico, ampak je veljal ta pogum. In zdaj, tisto, ko pravijo, takrat, ko nekaj izgubiš, takrat se šele zavedaš, kaj si imel. To je čisti ta primer. Recimo, če bi zdaj mi ugasnili te medije, z vsemi težavami, ki jih imajo. Večer, Dnevnik, Delo, ugasneva to, ugasneva televizijo, ugasneva še recimo komercialne televizije in rečeva pošteni delavci zaposlenih pri ne vem kakih firmah bojo to objavljali vse na YouTubeu, Instagramu in tako naprej. Kaos. Ne mudam bi se, to ne morem dovolj poudariti, kako pomembno funkcijo, kljub temu, da so v slabem stanju te medije, še zmeraj delajo. Grozljivo pomembna reč. Hotela sem mogoče to reči, da se mi zdi, da se ta kanček dvoma pravzaprav daje tudi na druge poklice. Mogoče se je najprej z učitelji začeli. Pa so bili mediji dost dan za dnem, 30 let, so se neke stvari propagandne ponavljale. Potem je šlo na zdravnike, na državne institucije. Nenehno se mi zdi, da je to, kar si mogoče rekel, da se imaš dvom o enih stvareh in potem v bistvu ne veš, kako bi bilo, če tega ne bi bilo. Mogoče, če se vrnemo na Tunizijo ali pa na... Ja, mislim, meni se recimo taka izkušnja, ko sem si rekel, ok, to pa zdaj moram se ustaviti, pa zelo razmisliti o tem, kako družba deluje. Se pravi, bil sem avgusta lani v Kijevu, takrat je bilo to drugo največje bombardiranje mesta, tam čakali smo v neki kleti enega hotela in res, neverjetno se trese, prav čutiš vibracije tal, ko padajo te droni pa rakete in tisto noč je 20 ljudi izgubilo življenje, med njimi neka 6-letna deklica, ali 4-letna deklica. V glavnem, prideš iz Kijeva in 2 zananca. Tako smo sedeli, pa pa to je res, pa res bombardirajo. Kar je na nek način legitimno vprašanje. Ti kot novinar se moraš tudi to vprašati, kdo pa bombardira, kako pa vem, da so te izstrelki res izstrelki Ruske federacije in ne recimo neka zlobna ukana, ker to je bila alternativa. Zelenskega. Ja, se pravi, Zelenski nekako ima neko ekipo, neko jedro, ki potem bodi si izstreli neko manjše število teh izstrelkov ali pa res 600 izstrelkov na lastne ljudi. In tukaj tisto, kar pripasuješ, je seveda globoko, če bi hotel to hipotezo do konca pripeljati, imaš ti potem neke družine, kjer oče otrokom razloži tiskim pozele, pač nekam spotja, bombardirati te lastno mesto. Skratka, veš, prideš do nekih res, do nekih misli, ki postanejo grozne. Postaneš kot nekdo, ki ima v domu upokojencev hudo demenco. Umanjkajo mu informacije. Informacija je moč, ne? Yes, in ko nimaš informacij, si v strahu. Zaradi tega, ker jaz, recimo, mi spomin neha delati v domu upokojencev, če imam recimo te hude težave s spominom, take bolezenske, in nekam denarnico založim. Ali pa, ker se osebnostno spreminjam, jo dam nekam povsem druge, ker pozabim to in koga obtožim,
sestro. Pa tudi lažje manipulirati z nekom, ki ni informiran, ne? Ker ne Absolutno. veš, a je strela naravni pojav ali je Tako, Bog. tako, ja. Zdaj, zato mislim, da tu prihajamo k obskurantizmu. Mi smo v času obskurantizma. Obskurantizem pomeni postopki, kjer ti neke stvari, ki se jih da razložiti, včasih težko razložiti. Ne? Recimo jaz pri likovni teoriji, ne, kjer poučujem tudi svetlobo. Hudima zapletena reč, pa tudi vid prav tako. Ne? In zdaj, tudi če me tepeš, ti jaz to v celoti ne morem razložiti zadovoljivo v 2 urah. Bo rabila več šolskih ur in jih tudi si vzamem več šolskih ur za to. Pač res so kompleksne stvari. Tako, recimo, črno-bele fotografije so na piedestalu, ne? Ja, ne, ampak pazi, tudi recimo kompleksne fotografov. stvari, ja, ampak pazi, tudi kompleksne stvari, čeprav to svetloba je še čudovita reč, barve so tudi čudovita reč, ampak mehanik, dober mehanik, sorry, to je kompleksno. To niso enostavne stvari. Avto popravljati, res velike podsistemov, morajo med sabo sodelovati, to so kompleksne reči. Zdaj, tisto, kar ti obljublja ta plitvi medijski prostor, ki se postavlja kot alternativa, ne, ker ti ljudje ti bojo prisegali na maminem grobu, ne, da so na internetu nekaj prebrali. Pa kdo je to napisal? Ne vejo. Ne. Danes zjutraj so to pogledali, ob 3 ponoči, ki niso mogli spati, so videli, da to je tako emotivno delovalo na njih, ne, da verjamejo temu, in to postavljajo kot alternativo To je bilo profesionalizmu. med epidemijo, ne? Mislim, da se je zelo... Yes. Obskurantizem je to bil, obskurantizem, ki je meni bil v bistvu grozen, pazi, tudi zato, ker sem imel ljudi, ki so globoko verjeli, da je vse s cepivom totalna prevara, ne? Kjer sem jaz pa potem v nekem trenutku rekel, a smo frendi ali nismo? Mislim, recimo, če bi jaz vedel, ne, da naj nekdo zastrupla s temi mikrofoni, ne, da torej vidim, kako je tukaj ta prijazen tehnik, neko strup, ki bo zdaj hlapel na jaz bi pač norel. Ne, jaz bi zdaj zvlekel te ven, ti ne bi meni mogla reči, Ciril, ne ga srat, ne, Ja. sorry, ne me ven Ja. vleč, jaz bi tebe vlekel ven. Ja. Zdaj meni ne bi mogla prepričati, zato ker jaz vem. Ja. Ne. Se pravi, meni je manjkalo to, če vi res veste, da me zastrupale s cepivom, pa daj me, ugrabte me, rešite me, dajte me zakopati v neko klet in me reši. Če si res friend, me boš rešil. Ne. Tu sem začel, to je bil ta dvom na koncu, ko sem rekel, pa kako lahko tudi moji frendi, sorodstvo, ožji socialni krog, pravzaprav začne dvomiti o nečem, kar je tako intrinzično del zdravstvenega sistema, kot je cepljenje. Malo bom šla v drugo stran, oziroma se vračam nazaj. Je to, da je en politik upodobljen v karikaturi ali pa v neki podobi, a to pomeni, da nekaj dela narobe? Ne, absolutno dober politik in pazi, ko rečem dober politik, mislim dober profesionalec, v tem smislu je tudi Janša zelo dober politik, ne, ker je res profesionalec, fascinantno marsičem. Janša recimo nimaš sploh primera, da bi Janša kaj nekaj hudo jamro zaradi karikatur. Ne? Zanimivo. Ne? Karkoli mu že učitaš, to kulturo pa ima. Ne? Se pravi, da je karikatura del evropskega kulturnega prostora, ki ima svoje mesto, ne bo cvilo. Boš pa, če boš Janša vprašala, kako bi se počutil, če recimo 2 leti sploh ne bi bilo nobene karikature na naslovnicah ali pa na straneh časopisov, bi pa Janša rekel, ti to pa pogrešam. Se pravi, politik ve, da nekaj dela, kadar ima karikaturo. In to je res, to drži. Če ne obstaja karikatura ali pa če ne obstaja idealno satirični lik, ne, veš, da moraš še nekaj napraviti. Ne. Tako da tudi dobre politike, tiste, ki so tudi etično dobro ocenjeni, tudi tiste se karikira. Ne. Je pa res, da je pa politika polje pogajanja in v politiki v resnici ne moreš tako dosledno uveljavljati etično valuto, kot bi lahko to napravil ali pa pravično zahtevo recimo pri župniku. Ne. Župnik ima ta privilegirano pozicijo, da bi lahko res etično deloval tako od jutra do večera, se etično soočil s tem breznom, ne. Tudi tam pride do zapletov, spovedi in tako naprej, ampak zato je mogoče celo župnik slab primer, ima ta župnik pa politik več skupnega, kar se tiče izzivov, ampak politik more, tudi če je najboljši, ne, kot primer recimo ameriški predsedniki, kdo je rekel to I'm good at killing people. Čigav citat je to? Da ni bil kakšen Bush. Obama. Okay, se pravi, pač ti kot ameriški predsednik, a veš, ja. Obama je bil tudi tisti, ki je mejo postavil na mejo, ne, v bistvu, pa dosti ljudi. Ja, tako, res je. Ja, tiste, recimo, ko sem imel tiste kletke so bile že pripravljene, ni kletke, od katere so recimo družine potem ločevali otroke, pa tako naprej. Ampak tudi Clinton je do takrat imel, po moje, za par generacij največ temnopoltih zaprtih, ne, Clinton. Tako, mislim, zelo zanimivo je tudi gledati po to statistiko. Pa vendar, ne,
je tako, da kot si ameriški predsednik, to je pač del službe. So določene strukture, ki ogrožajo ustroj Združenih držav Amerike in ogrožajo tudi varnost državljanov in državljank. Tebi varnostno-obveščevalne službe prinesejo te podatke, ti predlagajo tudi rešitve, nekatere rešitve so tudi likvidacije tega tipa. To sodi v opis nalog predsednika. Tako kot recimo, mi da si lahko predstavljamo z rožcami posuto delovno mesto župana. Ampak župan seveda mora imeti nekako urejen odnos z ljudmi, ki v mestu prodajajo drogo. Zdaj, ta odnos je lahko tako, da gre pač z vso silo s policijo, da preganja do konca, skratka, da recimo podobno je bilo, če se spomniš v Filipinih, če se prav spomnim, ne, tam je bilo to, da so v bistvu pravzaprav streljali vsakega, ki je imel približno od droge, ne, pa še zraven recimo 1-2 postrelili za dobro mero. Lahko imaš pa neke bolj inteligentne dogovore, ta serija Wire, ne, je imela to, kdaj je najbolj stabilno bilo mesto, kjer se efektivno šef policije dogovori s prodajalcem drog, kje bo imel on svoje področja, kakšne so cene in ta mir nekako drži. Ne, prodajalci drog upravljajo svoje delo, ljudje, ki morajo droge kupiti, kupijo, ampak je pa cena regulirana, pa nasilje se zniža. Ta dogovor seveda v seriji Wire se potem ne zdrži, ne, in se spet potem dvigne nasilje. Skratka, zdaj politike, ki jih mi kritiziramo, to je vendarle specifičen poklic. Ne? In to, kar mi učitamo, se znajo obračati po vetru, pa tako naprej. Ja, ampak to je včasih nujno. Mislim, to je ta problem. Zato tudi recimo jaz pri politični satiri vidim ogromno mitov. Umetnost možnega, ne? Pravi, politika je umetnost možnega. Bi ti bil kdaj politik? Veš kaj, kar bi mene zanimalo nekoč je morda Ministrstvo za kulturo. Nisem pa edini, Mitja Čater, tudi vem, da ga me zanima, tako naprej. To je v bistvu ministrica, ki je zdaj upravlja Asta Vrečko je nekako namignila, da ker se torej demokrati ne bi imeli resor za kulturo in se ravno njega omenja. Kako pa na to spremljaš to? Bomo videli, zdaj načelno, tako, dajmo najprej o Asti. No. Mislim, da Asta je res ogromno dobrega naredila, da je prvič tudi recimo proračun, ki je bil najmočnejši, ne, da največji manko, absolutno, Ministrstvo za kulturo pod Levico bo ostal, to, kar se bo zdaj še toliko bolj pokazalo, zdaj z novo vlado, je neurejena zakonodaja za medije. Tle so res poskušali narediti, ampak ta zakonodaja pravzaprav je pomanjkljiva. In tisto, kar bi bilo ključno pri medijih, je to, da bi morali urediti lastništvo, in jaz ne verjamem v to, da bi lahko lastništvo popolnoma v zasebni lasti prineslo kvalitetno novinarstvo. Mi rabimo medije, ki imajo to 51 država, 49 zasebni investitorji. Se pravi, tukaj pri medijih, tisti recept, ki ga jaz predlagam, je pravzaprav intervencija v zasebno lastnino, to včasih država napravi in reči pač nujno vsi zasebni lastniki prodate na 50% Dnevnik, Delo, Večer. Imeti kriterije, ti kriterije lahko postavimo, število bralstva, izobraženost ekipe in potem imeti pač v skupni lasti pa seveda postaviti varovalke podobne, kakor pri sodnikih, da se ta distanca, da se politika potem ne vmešava. Zakaj se te toliko dotikajo mediji? Zdaj si veliko govoriš o medijih, o zaščiti. Ja, zakaj se te to toliko dotakne, zakaj to toliko zdaj nasploh to izpostavljaš? Lej, zdaj, jaz sem povedal trpko družinsko izkušnjo, ki na srečo ni tako moja kot od moje mame. Ne? Oče od mene pa od mojega brata Metoda ima bolezen, ki se imenuje šizofrenija paranoja. Ne? Moja mama ima zelo težko zgodbo in ta zgodba je bila tako, da v nekem trenutku že noseča z nama, mi da sem stara nekaj mesecev, najen oče pa pravi, da ga sovražniki zastrupljajo tako, da vodo v bojlerju zastrupljajo, na koncu celo, da koža moje mame hlapi strupe, ne, da sovražniki tako posegajo. Skratka, to je ena huda stiska in seveda moja mama je mogla zbirati med tem, da rešuje projekt mož z duševno boleznijo ali pa projekt dvojčka, ne, 2 otroka, z nami pa vendarle nekaj dela bilo. Ne? In se odloči, da se loči in se posveti potem vzgoji mene in mojega brata. Ciril pa Metod, ne? Jasno, mama pa knjižničarka. Zdaj, tle, vidiš, to je recimo nek radikalen primer tega, ko se dve popolnoma različni interpretaciji realnosti, ne, znajdeta v istem družinskem prostoru. Tu stvari počijo. Ne. Se pa tisto, kar je
nek cilj, recimo, če enkrat zemljo meče z lopato na mene, ne, bi na nagrobniku moral pisati nekaj mečkega, sem se potrudil v tej smeri, da se to ne bi zgodilo, da se ta razkol ne bi zgodil, da ne bi imeli realnosti povsem diametralno nasprotne. Ker tle tolerance glede realnosti je res precej. Ne. Tako da v tem smislu, tisti, ki mi je zdaj srce, ne, manj to, recimo v sami satiri, ampak bolj v tem, kar opisujem kot nek razsvetljenski projekt izobraževanja, kjer sem pa zdajle predvsem nekdo, ki posluša. Mene je zdaj zelo zanimivo mi je poslušati ljudi, ki so zagovorniki Rusije, pa so recimo zapisani levim, recimo tem socialnim vrednotam, pa so zagovorniki Rusije. Zelo zanimivo, kako strukturirajo misli, kako umanjkajo določene povezave, kako preskočijo, ampak ne na ta način, da bi jih zdaj kar napadal, ne, ampak res prisluhnem, zato ker me zanima, kaj je tisto, kar se spreminja. Ne. Ena taka izkušnja, s februarja srečal sem Slovenca, Kamničana, iz Kamnika doma, ki kljub temu, da živi že vse svoje življenje, tako rekoč v Ameriki, zelo dobro govori to kamniško, gorenjsko govorico, čudovito. Prostovoljec v Vietnamu je bil. 2 leti Vietnama, tudi ščepca obžalovanja nima. Ne? Ti se lahko pogovarjaš z njim, ne obžaluje, on se je boril proti komunizmu, zaradi komunizma je družina bežala, komunisti so slabi. Nemudoma me je obtožil za levičarja, ne? Kar je mogoče dober znak, ne? Ker jaz med levim frendi za recimo rahlo konzervativnega veljam, med konzervativci za levičarja, ampak meni je bilo zanimivo ga poslušati, ker videl sem tudi, da debata tlem ni možna. On je bil tako investiran, je pa eno zanimivo stvar rekel, ki me je pa nagovorila. Je rekel, veš kaj, je rekel, Slovenija, je rekel, to je propadlo. Ne, vas bojo migranti preplavili, zgodba je tle končana. Ne. Je rekel, bo ne sem Slovenija, cela Evropa. Ne. Zdaj, v Evropi po Sloveniji se iz več razlogov s takimi enostavnimi razlagami ne moramo strinjati. Ne. Zdaj, če si opazila v tem njegovem argumentu, bi bilo potrebno nujno dodati, da seveda Amerika govori vse bolj špansko. Ne. Ne. To se pravi po jugu počasi in tudi že recimo Chicago, New York, mesta, ki včasih niso imeli pomembne španske, so deli, kjer za španščino bolje priješ skozi. Ne. In se pravi to, ko trdi on, da se stvari spreminjajo, je gotovo tudi za Združene države Amerike. Ne. Ampak, veš, da bi pa kratko enostavno opustil projekt Slovenije, pa opustil projekt Evrope, to pa tudi ne gre. Evropa je nekaj pretresov dala hudi skozi, nekaj hudih sprememb. Tisto, kar potrebujemo, kar je zdravilo za to, je mi potrebujemo, poslušaj me, prepričljive zgodbe. Ok? To pa pred vsakimi volitvami poslušamo. Ja, čeprav pazi, te zgodbe so zgodbe, ki ne artikulirajo inkluzivno. Ne? In ti rabiš za zgodbo je lahko zelo šarf, ne, ampak je ostra, ne, ampak more biti pa zgodba, ki je inkluzivna. Se pravi, če je slovenska zgodba o tem, da smo zakorenjeni v kulturi, da nam je jezik ključen, ne, da pač Slovenci imamo na glavnem trgu, ne, imamo, torej najpomembnejše trgu v republiki, imamo pesnika, nimamo generala, nimamo politika, nimamo duhovnika, imamo pesnika. Ne. Se pravi, pri nas je jezik izredno pomembna stvar. Ne. Tukaj se potem tudi zatakne, mi smo občutljivi že na to, če pride nekdo Štajerske, pa mu pol v Ljubljani očitajo, da ima napačen naglas. Ne? In to je znamenito, Slovenija skozi z nekimi naglasi, Amerika ima bistveno manj problema s tem. To je, se še ne spomnim, da bi kdo mi očital naglas od Američanov. Slovenci me popravljajo mojo angleščino, ne Američani. Tu pri nas je pa to pomembno. In recimo ena komponenta zgodbe, ko bomo govorili zgodbo v slovenščini, bo to zgodba o dobrem jeziku, ne? O dobri kulturi. Da bomo to. Se pravi, zdaj, alarm se ti lahko takoj pojavi, ko nekdo recimo gre a priori kulturo napadati, ta bo imel težavo z tem, da bi lahko nadaljeval s to zgodovino slovenske zgodbe. Ker ti slovenska zgodba je res zgodba, kjer je kultura osrednja. Osrednja in pri osamosvojitvi, ampak se mi zdi, da za zaščito in jezika slovenskega, slovenščine in kulture, pa mora biti verjetno, mora na tem bedeti država. Ne? Recimo, kar je meni... Pa mesto. Okay, pa mesto. Janković dopušča, da se ulice spreminjajo v katalog poceni
teh res najbolj na prvo žogo angleških fraz. Ne. Točno to sem hotela nadaljevati, da recimo, ko so bili predvolilna soočanja, ne, so kakšni politiki, ko so bili zvani, ne, ali bi bili za to, da se spremeni zakonodaja in da se ne bi mogli recimo anglizmi ali pa druge besede pojavljati kot imena trgovin, lokalov, so nekateri rekli ne. Ne. Torej, po eni strani poudarjajo, da so za razvoj Slovenije, da jim veliko pomeni ta država in v obče dobro, po drugi strani pa, ko konkretno vprašaš, kaj pa bi naredil, da bi se nek minimum imel, ne, ali pa koliko časa je trajalo, da smo dobili, ne vem, iPhone v slovenščini. Otroci še vedno gledajo risanke na Netflixu in pač HBO, mislim v hrvaščini ali pa angleški podnapisi. To so res take osnove, majhne osnove. Mi vedno govorimo neke velike zgodbe, ampak se mi zdi, da takih dnevnih majhnih korakih tukaj se to vidi, ne? Zdaj, tu recimo je ena tema, ki je izredno pomembna zame, jaz doživljam to temo kot del zelo pomembne družinske tradicije. Ne. Se pravi, moj praded, ki je rekel, ki sinovi govoril, je rekel, fantje, če se boste kdaj streljali, če se boste kdaj borili, se borite za to, da se bo tukaj govorilo slovensko. Ne. V Laškem, ne, je bilo to. Tüpfe po nemško. In seveda je bilo del, ta boj za slovensko kulturo je bil konkretno res izkazan, pa ne se to del družinske tradicije, recimo to je res neka točka, kjer se jaz ne morem kaj dosti pogajati, ne. Nimam te tolerance, kajti tudi, ko je moj ded je bil v Gradcu kot suženj, kot suženj je delal v eni tovarni, suženjsko delo je to bilo, ne. In ko je eden od Nemcev slišal, da govori slovensko, ne, ga je ta Nemec napadel, moj ded mu pa seveda ni ostal dolžen in ga je brcnil, ne, tako da je letel. In ko potem lastnik tovarne, tudi do lastnika prišlo ta spor, ne, je ta lastnik nekako pametno razrešil, ne, namreč ded je rekel, tam je rekel, da sem slovenischer Hund, ne, slovenski pes. Pa je ta lastnik rekel, prav je rekel. Ti si mu rekel, da je pes, on te je pa po pasi odgovoril, pa so razdešli. Ampak hočem povedati vsem to, da je bila ta tema zaščite, obramba, ohranjanja slovenskega jezika res, torej tu so ljudje umrli, tudi moj stric, recimo, ki je bil v teritorialni vojni, res plačal visoko ceno, on je eden od tistih, ki je dobesedno dal življenje na linijo, on je res tvegal, on je prišel iz 10-dnevne vojne siv, ne. To je zgodba, ki bo sam povedal, no, ampak je zgodba, ki ko mojega strica pač poslušaš, pa majčkeno razumeš, da on nikoli ni tekel za temi veteranskimi društvi pa tako naprej. On ima svojo zgodbo, ki ni enostavna. Ampak je dal nekaj tvegal za republiko, to je naredil zato, da bi se tukaj govorilo slovensko. Ne. Slovenščina je res izredno pomembna točka in zame tudi del tega čudovitega mozaika, da smo različni. Ta moja slovenščina, ta moja ni proti nemška, ni proti italijanska. Je pa zelo slovenska. A ni hecno, zakaj? Zaradi katerega človeka danes sploh govorimo slovensko? Zdaj, pazi, ko govorimo... Napoleona imam v mislih. Veš kaj, Napoleon odpre... In Ilirske province. Ja, zdaj, čeprav, Napoleon je seveda ključen, zaradi tega, ker Napoleon je figura, ki kljub temu, da mu očitajo Britanci sila, minusov mu naštejejo, ampak na koncu vendarle je Napoleon en zelo sporen način, a ne, imperialen način, k projekt, ki je krono vrgel iz pozicije moči, ne, tej kroni znova vrne moč za kronanjem, ne, ampak Napoleon pa vendarle spremeni določene dogovore, spremeni recimo koncept Svetega rimskega cesarstva, se konča tako rekoč po 1000 letih z Napoleonom. Mogoče zdaj, ker Napoleona omenjaš, ne, ki za Slovenijo res je pomemben. Pa ena redkih držav smo, ki ima njegov spomenik? Drži. In tudi, pazi, človek je prespal tukaj, ne, 1795 ga je Napoleon prespal, na prvi kampanji čez avstrijske dežele je prespal v škofijski palači. Vodnik je pisal, Valentin Vodnik, da je truden videti, a dobrega zdravja, ne. In da vojaki so kurili od zunaj, spali so v cerkvah, pa niso nič polomili pa pokradli. Ne. Neka disciplinirana vojska je bila ta prva Napoleonova vojska. Ok, stvari se tu spremenijo. Napoleon
odpre vsem tem malim narodom, sedaj tudi pomemben je tudi za Poljake, pomemben je tudi za Slovence, nedvomno, za Jude. Ne? Judom da, podobno kot Cromwell v Britaniji, da verske pravice. Avstrijci se potem, ko vračajo ta sistem, ne, Metternich je bil nekdo, ki je potem artikuliral ta ponapoleonski politični prostor, pač poskušajo nekako stabilizirati, nočejo imeti vnovičnih prevratov, ampak pazi, vrata so se pa odprla. To, da napoveš, da boš imel šolstvo v slovenščini, da boš imel univerzo v slovenščini, že sama misel je štela. Je pa seveda razlog v tem, da je Slovenija imela zelo dobro inteligenco takrat in da je te inteligence bilo dovolj, pa tudi ves čas se mi zdi, kar je res značilno za Slovenijo, da v nekih kritičnih trenutkih zna ta levi pa desni, kot bi danes zelo grobo poenostavili razlike v političnih nazorih, ta levi pa desni pogojno rečeno pol znata sodelovati. Mogoče, ko meniš Napoleona, mi z ženo imamo eno simpatično zbirko jedkanic, Cruikshank, Gilray, tudi Hogarth, ne, ki je še prej, to so Britanci, ne, in to, da navajam te britanske satirične risarje, ni naključje, ker ti Britanci so pač svojega kralja že pred Francozi, ne, skrajšali za glavo in pol naslednji kralji, ki pridejo, so nemško govoreči, pa zelo inteligentni. Britanski novi kralji. In še zdaj so na prestolu. In niso neumni, veš. Tudi ta hiša zdaj pazi, kako skrbno vedo, da je njihova moč omejena, da morajo paziti na javno mnenje. Ne. Poglej, princ Andrew, ne, ki se za svojo pedofilsko grozo, ne, kako pač znotraj nabora ukrepov britanske kraljeve družine, kako ga počasi, tako rekoč so ga iz pol leta minili, pa spet pol leta, na koncu je zdaj on tako rekoč samo še državljan. Ne. Svoje strani so ga izločili kot tujek iz telesa. Ne. In zdaj... Nekaj si mogoče mava na mizi? Na mizi malo, ja. Veš zakaj? Mislim, kar je fino, to je recimo neko zdravilo in tudi kultura je tle zdravilo. Ne? Pač greš gledati nazaj, ne, kaj se je dogajalo. Pri nas je dr. Damir Globočnik, čudovit strokovnjak za zgodovino karikature, je doktoriral na temo politična karikatura kot zgodovinski vir. Ne? Veš kaj, super, recimo zdaj, če sam ti bo tako je ratalo jasno, ne, samo recimo obrnem tule imamo Cruikshanka, ne, in imava tukaj tako sekvenčno karikaturo, ne, ki seveda eno politično idejo, namreč, da je kralj sestavljen iz večjih teles, ne, ta telesa pa predstavljajo strukturo družbe, ampak da seveda ta telesa so kapital, ne, so zlato, so srebro in tako naprej in da lahko tudi to razpade. Ne. In meni se zdi takale prizorček tukaj, kjer je en strah pred tem, ali bo gospodarstvo zdržalo ali ne, tudi to, da je gospodarstvo v veliki meri lahko fiktivno, ne deluje tako, da bi v meni zbujalo skrb, ampak me na nek način pomirja. Ker vem, da se je to že zgodilo. Ne? In tudi recimo tu zdaj glede tradicije je to fino, da tradicije poskrbijo za to, da rečeš, ok, to se je že zgodilo. Ne? Preživeli smo in mi smo tukaj. Meni to ni bilo jasno, kaj je s to britansko kraljico, ki je bila še živa, potem pa je prijatelj moj, dr. Jure Stojan, šel v živo poročati. Tako, on je šel pa poročati, ker sta se Kate pa William poročila. Ne. Jaz sem rekel, ti moram priznati, da mi je tuje. Tudi sem rekel, sorry, rad te imam, ampak te članke v Večeru bom pa preskočil. Ne. Me ne zanima tema. Pa je rekel, Ciril, veš kaj, dej, ti razloži, ne, kaj je štos kraljice. Ne. Rekel, lej, čisto vsak ministerski predsednik, ne, bo v sredo, mislim, da imajo ob sredah ali ob četrtki tisto uro, nekaj ur s kraljico. In to je vsak teden. Se ustavi urnik ministerskega predsednika in gre s kraljico. Tam ker on je poroča, ne? Poroča. O delu vlade. Yes. In tam čaj pijeta in to je, ne snema se ta pogovor. Se pravi, dobenih se ne dela zapiskov, tudi da ostane posem zaseben. Tisto, kar bodo potem recimo ministerski predsedniki britanski poročali, potem, da bo neka pametna cena nafte poskočila, ne. Tukaj ti bo monarh lahko vedno rekel, ja, se to je bilo pa v 70-ih, to je bilo pa kriza, sueška kriza, ja, ki je bila že prej, ne, to je imel moj dedek, ne, zdaj, to, ko so pa
Jom-Kipurska vojna, takrat je prišlo za 400%. Skratka, premijeju pove, da odkriva toplo vodo. Yes. Pa boš rekel, ne vem, imamo težave z Iranom. To je bilo pa v 17. stoletju. To nekaj šteje. Se tudi pazi, to ti čisto vsega ne razreši. Ne? Ja. Recimo, kako metodo lahko dobiš, ampak mogoče ti pa mečken umiri temperament, malo te umiri. Recimo, tukaj zdaj, mi smo imela Madura. Madura je zdaj nekje na hladnem ječi. Drži. Ne vemo, kje je on, jaz ne vem, kje je. Neki ječi. Ne vemo, nekje, ampak tukaj recimo je Napoleon, ki beži tukaj na tem prvi slici. Orla, kaj leti. Veš, tukaj ta orel je francoski orel. To je francoski orel, tukaj spodaj je poražena vojska, in seveda tukaj nazadnje na Sveti Heleni, ki pač tlele v ekipi nekako. Kjer je bil zastrupljen in je umrl, ko smo že danes o strupih govorila. Tako. In zdaj pa mogoče pokažem samo še eno reč, zakaj satira vendarle ima določene moči. To, da je Napoleon tako mehen. Napoleon je bil namreč čisto v redu velikosti in je imel povprečno ali pa rahlo čez povprečno mero takratnih moških. O višini govoriš. O višini, če so prikazala Cruikshankove sekvenčne karikature, kažejo pa tukaj karikaturo Williama Gilraya, ki je pa Napoleona napravil za tako mehnega. Tako da tudi... Ker so ga sin hoteli ponižati, Ja, veš kaj, to je bilo, on je bil, tudi na tej strani, tukaj še ena grafika, je tudi mečken prikazan. Veš kaj, to je bilo vendarle čist... Na prstkih stoji tam. Na prstkih stoji, mogo na prstke stopiti. Ampak v likovni teoriji so ene stvari, ki so čisto samo mehno, deluje bolj šibko kot veliko, zelo jasno, ampak to uporabljaš v risbi. Imaš nekateri ljudi mehne, nekateri velike. Tle, čisto kot zanimivost na tem odru. Tole tukaj je kralj George. Zelo dober jedec je bil, imel je hude težave z porfirijo, z eno endokrino nestabilnostjo, tako da je vmes imel obdobje, ki je bil nor. Možgani niso delovali in so ga umikali. Pa je pa tale Pitt mlajši, ki je v britanski zgodovini kot enih prvih prime ministrov, čeprav po nazivu še to ni bil, ampak efektivno je Pitt mlajši, čeprav ni bil kralj, vodil britanski odziv na Napoleona. Tako da Pitt mlajši se zapiše kot nekdo zelo stabilen. Sam čisto likovno poglejmo, kako je recimo Pitt mlajši takole pokončen, ta kralj tak nabuhan. Tako, na piedestalu, kralj je na tleh niži. Tako, Napoleonu pa vedno neke te diagonalne linije pritičejo, ali v razkoraku, tako da Napoleon pravzaprav niti ni tako slabo upodobljen, si je prislužil neko dinamično To sem hotela reči, zelo dinamično upodobljen. In Napoleon res potem odpre, ta razsvetljenski projekt je uspešen. Mi še vedno živimo v Napoleonovem času in tudi model vladarja, Napoleonov model vladarja je tisti vladar, ki je razsvetljen, pa ki ima neke distance, ki jih vladarji prej niso imeli. Te distance pomeni tudi to, da intimno več ne verjame, da ga je Bog poslal sem, ali pa če že ga je že Bog poslal na prestol, izključno zato, da tukaj služi in da prekleto dobro posluša, kaj si ljudje želijo. Zdaj, več vprašanj imam, ampak recimo... Take podobe, sekvenčne karikature. Recimo, ena od teh je bila tudi za Marijo oziroma Antoneto, obglavljeno Habsburškinjo, kako bi se rekla, Habsburžakinjo, Habsburžanko, ki so jo potem Francozi skrajša za glavo, žal. Odlična serija je bila. Ampak bojda je tudi ta njen izrek, če nimate... Pripisan. Kruha, jejte potico, bil pripisan podobno kot Napoleonu. Tako, Napoleonovi centimetri. Kakšna moč je v takih slikic v bistvu nekoč? Zdaj nekaj treba povedati. Recimo, pazi, en citat. Slikic, a se zdaj bila želiva, vem, da ste Ne, sem pazi, v redu, slikice. Ne, veš kaj, tudi jaz včasih to rečem, imam recimo res kakšne strastne ročnike in včasih rečem, pa 20 let si živeli brez izobraževalnega stripa ali pa karikature, mogoče lahko še kak mesec držite. Karikature, Ampak, nazaj k tem pripisanim tekstom. So stvari, ki, čeprav so pripisane, lažne, ilustrirajo to osebo ali pa obdobje ali pa ideologijo bolj kot oseba sama z izjavami. Recimo, če ubiješ nekaj ljudi, je to ali pa enega človeka je to umor, če jih pobiješ milijone, je to statistika. Tega ni rekel Stalin. To je pripisano. Sam mater je globoko res. Mislim, to
Stalin, se tudi pazi, v pozitivnem smislu, tista zgodba s prešušnico, ne, s kamenjanjem, kjer Kristus reče, naj prvi kamen vrže tisti, ki je sam brez greha. Ta reč je vnešena, zelo dobro dokazano, nekaj stolet kasneje, ko so ostali teksti že del korpusa. Skratka, zelo verjetno gre za invencijo v Biblijo, ampak spet ti bodo dobri kristjani povedali, perfektno ilustrira in katoliki bodo rekli, Sveti duh deluje, tako da se ta tekst ustrezno pojavi. Res zelo dober tekst je, ne, ki bi ga pogrešali, če ga ne bilo noter, pa je kasneje dodan, zelo verjetno. Ne. Podobno velja za te apokrifne pripisane izjave, ki lahko ustrezno določajo občutek časa. Zdaj, tukaj je žrtev sigurno tudi Marija Antoineta, ki je zelo trpko otroštvo, težko otroštvo, zahtevna vzgoja, potem pa pravzaprav žrtev skupaj s svojim možem. Ne. To je skoraj mogoče neka feministična kritika, dobra feministična kritika bi Marijo Antoineto lahko bolje kontekstualizirala in bi videli, da ni bila nek zločinec, ne. Da je bila žrtev tudi ona, nedvomno. Medtem ko ta njena izjava, pa dobro, to pa še vedno drži, se pa pustimo zdaj nesrečno Marijo Antoineto, ampak sama država, sama ta izjava, ne, tudi sama država, ne, včasih je zelo dober spodrsljaj je bil tole, ne, je pa točno to, ne, ti, res, to nam včasih težko razumeti, vse ti, ki garamo, ki smo utrujeni, ki nas, ne vem, bolijo, da seveda imaš eno strato ljudi, ki ne poznajo tega, ki so res rojeni v razmeroma visok ekonomski standard in tudi za naju bi zdaj lahko rekel, da ok, mi da smo neke pridne osebe, garača, ne, ampak verjetno zelo težko, pa zelo se mora potruditi razumeti neke ekonomske razmere, ki so povsem drugačne in recimo Peter Kuntarič, moj prijatelj, šel na en tak pomembno pot v Afriko, ne, kjer je seveda moral se ukvarjati z izobraževanjem, ne, ampak tam se pa res srečal z zelo drugačnimi ekonomskimi razmerami, pa tudi z setom predsodkov, ne, pri domačinih, ki jih tukaj nimaš. Ne, se pravi, tam en drug tip odnosa do realnosti, tako da kar recimo pri vprašanjih spolnosti, tudi kako spolnost laufa, res njemu se je zgodil to, kar opisujemo kot kulturni šok. Ne. Skratka, hočem to poudariti, da tudi te, ki zase mislimo, da nekaj razumemo stvari, tudi mi imamo ta velik razkorak. Če so pri Francozih, ne, Descartes tam v tem tekstu Discours de la méthode, se pravi diskurs razprava o metodi, eno fino misel nekako zapiše v tem smislu, da si mi že lahko predstavljamo, kakšno grozo predstavljajo ti neki divjaki, ki jih srečaš na nekih potovanjih v Južni Ameriki, da si nekako lahko predstavljaš, kaj ti divjaki za nas pomenijo, da treba si pa seveda predstavljati, kakšne čudna bitja smo pa mi v očeh teh divjakov, kaj mi pomenimo za njih obratno. Tako da ta tema, ki smo jo zdaj načela, je pravzaprav preko satire, preko izobraževalnega stripa in podobnega, preko teh različnih medijev, da osrednja tema je pa vendarle to, čemu res pravim, minimalni epistemološki konsens. Družba, če želi delovati, ga mora imeti. To je to, da se prav vsi člani družbe minimalno, ali pa vsaj tisti, ki so nekako jedrni člani, strinjajo o določenih stvareh. Recimo v Sloveniji trenutno, veš, je to, da nekako mi vsi bi imeli zdravstvo, ki je dostopno, pa da mogoče smo pripravljeni na to, da bi tisti, ki ima nekaj denarja, lahko nekaj tudi plačal. Premalo imamo ljudi, proračunje, ok, razumem, ne, se pravi, ampak, a veš, način, kako to željo interpretirajo, je pa, da seveda nekdo lahko reče, aha, želiš, da čakalne vrste so predolge, dostopa nimaš, imam jaz rešitev zate. Vse bomo privatizirali, ne, po ameriškem sistemu. Nekdo, ki je v ameriškem sistemu pripadnik malo starejše generacije, ki recimo v Ameriki ustvari bogastvo v 60-ih, v 70-ih letih, ne, da zanj velja tudi, da je recimo že desetletja, da je vešč, pa tudi, da je v zvezni državi, ki ima takšen tip zdravstva, ne, ki omogoča določeno participacijo, ali pa če si starejši v Ameriki, da si imel neke prihodke, da imaš nekaj prihranjenega, da imaš hišo, ki je tvoja lastnina, pa da si star več kot 65 let, se bodo tudi v Združenih državah Amerike določeni zvezni mehanizmi vključili. Ampak čist uprenašati ameriški model, recimo, sem v Slovenijo,
kar nekateri politiki dajo sluti, da gre v to smer, ne, to daje seveda nam slika na obzorju zelo hude težave. Pa smo spet pri tem, da dokler nečesa ne izgubiš, se ne zavedaš, kaj imaš. Tudi to pomanjkljivo zdravstvo, kot je zdaj, ne, recimo z vsemi... Ko celo čakajo, da dobijo ginekologa, osebnega zdravnika, ko stojijo tam v cesti ljudje. Pazi, zdaj pa bova z druge strani rekla, ne, kulturniki, učitelji, duhovniki in zdravniki. Ne, ta elita, policaj deva še zraven na drugi strani, da še ta monopol nad močjo, pa vojska. Ne. Ja, veš kaj, tudi te službe, mi moramo nekaj narediti za to. Ne. Se pravi, jaz kot kulturnik moram, tudi z načinom, kako dnevno funkcioniram, od tega, da kdaj kako kavo povabim, do tega, kako se na odru obnašam, moram projicirati eno kvalitetno sliko kulturnika. To je moja odgovornost. Enako velja za učitelja. Ne. To, da so duhovniki na slabem glasu, seveda kdo je kriv? Ja, duhovniki so, pa cerkev je tudi. Se pravi, cerkev, del težav, s katerimi se rimokatoliška cerkev danes srečuje, težave, ki izhajajo iz nje same. Kjer je skrivala... Pedofilijo in pranje denarja, se pravi, torej spolne zlorabe in finančne malverzacije. Mimogrede, da ne bomo samo v cerkvi, pač neka liberalna elita, ne, z Epsteinom, točno to, ne, finančne malverzacije pa spolne zlorabe. Jeffrey Epstein, ne? Ja, tako. Skratka, to ne moš verjeti, kako bi rekel, bi lahko imel nek zapor, kjer bi imel en del iranskih ajatol, en dober dokumentarce, tukaj je moj vir, ne, Trumpa, koga iz rimokatoliške cerkve, pa še par ljudi iz jet seta liberalnega New Yorka in vsi bi lahko govorili o spolnih zlorabah mladoletnic. In bi si imeli kaj povedati, ne. Te 4 ljudje, ki sem naštel, z ajatolami določenimi vred, pazi, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da je pomembno, če imamo neke cilje določene, da politike, ki sledijo te cilje, morajo te cilje zasledovati efektivno. Zakaj pa potrebujemo zgodbo? Zaradi tega, ker do določenih ciljev ne bomo prišli v 4-letnih iteracijah. Naj pojasnim. Problem z zdravstvom, ki sem ga prej omenjala, je problem, ki ga ne moramo mi rešiti v 4 letih. Mi moramo zdaj odpreti programe in izobraziti celo generacijo medicinskih sester in imeti že tudi za naslednjih 20, 30, 40, 50 let predvidene določene programe. Ustrezna plačila, ustrezna stimulacija, pa tudi pedagogika. In v tem smislu jaz tudi vidim vlogo naš likovnikov, tako da medtem ko en del likovnic in likovnikov zelo pomembno vlogo upravlja za satiro, ker satira ni samo odpiranje ventilov, smešenje, ne, dajte vtis, da si napadne državljana, ampak da imaš zaveznika. Ne, satirik je tvoj zaveznik. Satira tudi kaže na neke nevralgične točke. Satirična risba združi, skoagulira eno kompleksno dogajanje v eno samo podobo. Ali pa v serijo kratkih podob. Nekaj, kar tako reči v enem dahu spregledaš. Ne? In medtem ko članki so solata zahtevnih stvari, pa jih moraš tudi brati, zato da poglobljeno znanje boš tam dobil, to je pa poudarek. Ampak na drugi strani je pa ena pomembna funkcija likovnikov in likovnic. Jaz mislim, da, in to sem tudi predlagal ministrici za kulturo, pogovarjali smo se pa mi pred mojim odhodom lanskim v Ukrajino in to je moralo biti junij, julij, nekako smo se srečali. Zakaj si šel v Ukrajino sploh? Zaradi slovenščine, zaradi tega, ker sem gotovil, da še vedno v Ukrajini učijo slovenščino na univerzi. Ne, in sem rekel, to pa, če pa vi učite slovenščino, medtem ko bombe padajo, pridem pa jaz gor nekaj narediti. Ne. Sem bil letos še enkrat tam in sem bil najbolj vesel, ko mi je tam profesorica Olena Dzjuba Pogrebnjak, ki vodi oddelek za slovenščino na univerzi Tarasa Ševčenka, ne. To je Inštitut za slovansko filologijo, je ta inštitucija konkretno, kjer se slovenščina tudi poučuje. Ne. Mi je rekel, Ciril, totalno gužo vam, nimam časa, a si lahko 3 ure sam s študenti. Mislim, da ti izgledam kot nekdo, ki ne zna govoriti. Valjda bila to zame piknik. Ne? Super so se imeli, pa tudi izjemni študenti. Veš. To pa je res te univerze. Kakšna razlika med slovenskimi in, ker tudi sam vem, da poučuješ na določenih šolah, kakšna razliko? Z Damenom Stepančičem sva kolega, on je nosilec, jaz pa zunanji sodelavec pri predmetu Ilustracija B, kjer se ukvarjamo samo s stripom. Samo strip imamo. Tako da Damen Stepančič, tudi izreden likovnik, ne? Pa jaz imamo to skupaj in zdaj tako ta predmet dobo malo na ogledu, tako da mislim, da nimamo problemov. Imamo zelo delovne študente pri tem predmetu in so res vrhunski, tako te
Slovenski študenti, kot vse več prihaja iz Hrvaške, iz Srbije, pa seveda Poljska, Finska, ne, zelo mednarodne turška študentka prvič letos, recimo. Ne, na primer, tako da imamo nekaj tujih študentov, jaz takrat naredim take posebne povzetke v angleščini. Ne. Tako da jaz sam, ko govorim o tem problemu slovenskega jezika, točno vem, o čem govorim. Ne. Naši univerze so dobre, študente povadimo tuje, tukaj stvari trčijo. Ampak nazaj greva k tem, kaj sem jaz predlagal ministrici lansko poletje. Rekel sem, pa dej, cel kup je tu samozaposlenih v kulturi v republiki, pa dajmo narediti neke programe, s katerimi bomo tujce, pa ne nujno samo tujce, ne, ampak preprosto učili slovenščino, pa slovensko kulturo, dajmo te zgodbe spisati, dajmo te zgodbe povedati. In da tukaj je... Na kakšen način, v obliki stripa? Stripi, kratke animacije, pokončni videi, Instagram zgodbe, Facebook, pa ključno aplikacija. Za učenje jezika potrebujemo mobilno aplikacijo. Ker ni aplikacije za učenje slovenščine. Pa tu je tudi to, kar potrebujemo, ne? Zdaj boš začela slutiti počasi te moje ambicije Ministrstva za kulturo. Ne? Zdaj, to je zaguljeno. Ne? Zdaj, Ministrstvo za kulturo v vladi v Republiki Sloveniji mora biti tisto ministrstvo, ki povezuje vsa ostala. Ne? Delno je Asti Vrečko res, Asta Vrečko je nekdo, ki jo vidiš. Ne? In je to tudi delno uspelo. Jaz mislim, da ona je ena izmed pomembnejših ministric za kulturo, čeprav dolg spisek očitkov, kot sva slišala. Zdaj je seveda upravičeno tudi kritičen. Jutri se srečava na 80-letnici srednje šole za oblikovanje in fotografijo znova v živo. Ne? Tudi tam je bom lahko nekaj učil, ampak pri Medu ne morem priznati. Ker ti si obiskoval to šolo, ne? In tam tudi poučujem in se tudi zelo borim, da šola ostane v prostorih Križank. Ker je bila na tnalu, da jo Mestna občina Ljubljana, oziroma celo ne. Poskušajo. Občina, ja, Ministrstvo za šolstvo je solastnik. Ampak zdaj pazi, če skočimo nazaj, jaz sem ministrici takrat rekel, dajmo to narediti. Dajte neko, pač ne, samo zaposleni v kulturi, dajmo del tega posla tako narediti, da mi likovniki opravimo te naloge, narišemo te knjige, slikanice, karkoli, tako da kad tujec pride k nam, da se lahko integrira, da ima orodje za integracijo. In Ministrstvo za kulturo bi moralo biti v jedru. Koordinirati bi moralo tudi notranje ministrstvo, zunanje ministrstvo, bi morala biti tu ena delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za kulturo, kjer je seveda pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pa Ministrstvo za gospodarstvo, to so še 4 ministrstva, ki so tukaj deležniki pri tem projektu, kjer je treba Ministrstvo za gospodarstvo naložiti to, da skupaj z delodajalci in sindikati, s predstavniki nevladnih organizacij se pripravi ena zakonodaja, ki pomeni naslednje. Ko pride sem tudi zdelati, da ga ne dajo nemudoma za tekoči trak, to je nama želja gospodarstva, takoj. Takoj zapret, zaklent, spat na tleh, delati. Ne. Ali pa na nivo, kjer ga pol tepajo z orodjem. Kjer ga tepajo, exactly. Ne, v bistvu zaposlovati v Republiki Sloveniji pomeni uvodno par besed slovensko, nekaj slovenske kulture. Tudi rabiš ti nek atraktiven film videti v tvojem jeziku, razumeti nekaj. Predvsem pa tudi jasno, v Evropi moramo zelo jasno govoriti, pač tukaj ta odnos, tukaj se nam zdi samoumevno odnos do ženske, ne. Čisto kot primer ti povem, no, mislim, v Afganistanu tole pač ne mogoče, ženske tam druga z drugo več ne morejo. Tam so okna zdaj zaprli, da se jih tudi mogoče narediti. Ja, ok, mislim, tudi tu, zato tudi recimo razsvetljenska kritika nikoli ne bo tako nizko padla, da bi rekel, talibi so pa vendarle v redu, saj so vendarle protiimperialna sila, ne. Veš kaj, pri vsej katastrofi, ne, in tu je Arne Hodalič, moj vir, ne nekdo, ki je nek ameriški propagandist, ne, ki je rekel, pismo, ne, on je videl zapore, ne, videl je tudi, rekel, par stvari se posebno spremenili, ne, in ženske v Afganistanu so spremembe, ki jih je prinašala Amerika, pozdravljale na področju ženskih pravic. Sorry. Vem, da to skozi stisnjene zobe bojo pohvalili Ameriko, ampak nekaj so tam poskušali napraviti. Ne. Še več, ne, to je Christopher Hitchens enkrat Slavoj Žižka opozoril, ne, ki je bil Žižek kritičen do Američanov. Ko sem poslušal v prvi vladi, so Američani rekli, res ta prva afganistanska vlada ne bo res heterogena, tudi komuniste so povabili not. Komunisti so bili v prvi afganistanski vladi. Stvari niso bile čisto črno-bele. Mislim, da je tudi razlika pri ameriški intervenciji v Afganistan pa v Irak.
drug je spet odnos če hočeš, do resnice. Ne? Irak popolna laž, Afganistan pa delno. Ampak žal Afganistan zdaj, kot vidiš, se vrača nazaj v eno zelo, zelo omejeno, radikalno interpretacijo islama. Ampak poslušaj, ne? Jaz, ko pridem v Afganistan, točno vem, kakva so tam pravila. Točno. Mislim, da to potrebujemo tudi v Republiki Sloveniji in širše in da je treba to artikulirati. Pridem čez ta vrata trdnjava Evropa in razumem, to so moje pravice, to so pa tudi moje dolžnosti. In dolžnost recimo v Evropi je to, da seveda ne rovariš proti ženskim pravicam, proti pravicam drugače spolno usmerjenih, drugače mišlečih, drugače verujočih in tako naprej. In zgodba, ki jo jaz pripovedujem v Evropi, je zgodba neverjetnega poguma, pa zgodba tega, da pač določene standarde, s katerimi zdaj razmišljamo v vsem svetu, smo pač oblikovali. Tukaj, ko rečem smo, je to neka množina v prvi osebi, ki jo z malo domišljije lahko vežem pač na neke daljne prednike, ampak ja, tukaj se je to zgodilo, da smo zaradi tega, ker smo pač res seklali. Ne? Mi smo, te islamska država, ki tu pa tam kako glavo odreže, so materiji. Ne? Iran, ki geje obesi na žerjave, ne? Super, lep poskus, ampak nasilje, ne? Kot smo ga tukaj v Evropi delali, to je bistveno hujš, ne. Mi smo v 30-letni vojni minimalno, da so ti malo lupili kožo, da so te na tezalnici ali pa razčetverili z vpregami, ne. Skratka, nekdo je vmes pol rekel, a se bi mogoče nehali kregati za tam neke rahlo drugačne interpretacije, ne vem, 4. stavka v Genezi, ne, a bi se mi mogoče nehali kregati in bi vzpostavili neko idejo, ki bomo rekli verska toleranca. Ne. In to pol v par korakih, spet ne kar tako, da smo se enkrat zmenili, pa je to veljalo, v par korakih na koncu pridemo do tega, da danes pač velja v Evropi nevljudno, ne, če jaz grobo posežem v tvoje intimno verovanje, hkrati pa se od tebe pričakuje, da si pa glede tvojega svojega verovanja pa res do neke mere intimen. Ne. In kako misliš, koliko daleč je ta tvoja ideja, mislim, bi kdaj za to je, aplikacijo, za to je stripe? Veš kaj, zdaj, ni nujno, da ima točno to formo, čeprav se mi zdi ta forma naravna, logična. Ja, to bo. Veš zakaj? Zato, ker jaz sem en izmed tistih, ki pač iz objektivnih razlogov zelo zaupam v slovenski projekt, ne? Ker slovenski projekt še enkrat je inkluziven v določenih trenutkih, inkluziven tudi v tem smislu, tudi sem presenetil prijatelja, ne, ki je mađarska manjšina, pa je pol imel neke stiske, pa govoril pa Mađari, pa tako, enkrat je potožil, ko sem učitelj, kdaj je pa on v Slovenijo prišel, pa rekel, jaz nisem prišel v Slovenijo, meja je prišla čez mene, ne, mađarska manjšina, ne. Ok, zdaj, sem rekel, sem rekel, lej, ne, če bi zmagale Hortijeve sile, če bi uveljala beseda in projekt zaveznikov Mađarov, to so bili nacistični Nemci, fašistični Italijani, ne, če bi ta uveljala, a bi mi da tukaj govorila slovensko? Ne bi, ne. Tudi zelo vprašanje, če bi se mađarsko govoril. Ta mađarski projekt bi imel seveda naslednje težave z nemškim rajhom konkretno, ne. Ampak recimo, ne, da Mađari tukaj govorijo, sem rekel, poslušaj, a pa ti pa zdaj še vedno v Lendovi govoriš mađarsko. Pa rekel, seveda, ne, skozi govori mađarsko v Lendovi. Sem rekel, vidiš, tudi to je bil ta projekt, ne. Skratka, ta projekt Narodno-osvobodilne vojne je bil tudi projekt za mađarsko manjšino, pa je bil tudi projekt za italijansko manjšino. Pomembno, zakaj za nemško ne? Imaš kako idejo? Zakaj ni bil pomemben za nemško, za mađarsko pa ja? Ja, zaradi tega, ker nemška manjšina tukaj pa žal v večini mislim, so jih izgnali pol, ne? Ja, oziroma Hitler celo, ne, iz Kočevskega. Drži, ja. Hitler jih je tako umikal, ampak tako da prvi, ki jih Kočevske Nemce izseljeval, je bil že Hitler, drži, Ja. ampak po drugi svetovni vojni pa obvelja nek tih, nikoli napisan dogovor ali pa dejstvo, da so se odnosi med skupnostmi tako pokvarili, da se je z radikalizacijo konflikta v genocidalni projekt stvar do te mere zaostrila, da več sobivanja ni mogoče. In da Nemci pravzaprav po drugi svetovni vojni dvignejo kufre in grejo čez. Kajti še enkrat, jaz ne morem dovolj poudariti, da v Ljubljani bi seveda del Ljubljane bi moral imeti nemške napise, moral imeti nemško manjšino, da ne govorim o Mariboru, Celju in Ptuju, ker so bila sploh tako rekoč nemška mesta. Ne. No, pa po drugi strani pa v Italiji, ne, nimamo slovenskih tabel, kjer je slovenska manjšina. Tudi v Avstriji zelo selektivno. No. Ne.
Ja. Ali Zdaj, pa tle, umikajo. spet ministrstvo za Veš. kulturo, zato ima ministrstvo za kulturo, malo tle, recimo, tu bi bilo treba radikalizirati do neke mere, se pravi tukaj na vztrajanju na manjšinskih pravicah, to je absolutno nujno, to je treba vztrajati do konca, to je zelo pomembno, predvsem, ko govoriva o koroških partizanih na avstrijskem Koroškem, ti ljudje so del zgodbe avstrijskega uspeha. To je javna tajna. Ne. To recimo avstrijska zgodovina le s težavo priznava, da pač Avstrija je to valuto, da je šlo za zasedbo, da je bila torej od strani Hitlerja zasedena Avstrijska republika, ne, lahko uveljavlja tudi s tem, da je dokazovala, da je imela pač notranji organiziran odpor. To so bili pa brez izjeme slovenski partizani na Koroškem. Ne. Avstrijci pravzaprav pomembnega odpora niso nudili. Pa vem, da so lepe stvari delali, to so te majhni nenasilni odpori, kar pa seveda ni delovalo. Ne. Kakšna bi bila pri tem vloga, oziroma če poveš razliko med stripom in sekvenčno karikaturo? Ja, to je razlika, na kateri jaz vztrajam. Ja. Veš zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da tako, ko govorimo zdaj o teh velikih stvareh, ena taka res velika sprememba, ki se zgodi družbena in je monumentalna. Monumentalna sprememba je to, kar se zgodi, če dava na to neko letnico, je to konc 20 let ali pa začetek 30, ko pazi kljub zlomu borze. Ne, kljub zlomu borze Amerika vzpostavi v 30, ali pa mogoče prav zaradi zloma borze, vzpostavi na teh vzhodnih obalah nek tip življenja, kjer moški hodijo v službe in prinesejo domov za silo dovolj denarja, da je lahko žena doma, da so otroci vsi v šoli, ne, izobraževanje postane obvezno in se vzpostavi ekonomija žepnine. In se prvič v zgodovini človeštva zgodi, da otroci v milijonih, ne, milijon otrok, vsak teden ali pa vsake 14 dni kupi nek strip, kupi nekaj za pojest ali pa gre pogledat kak kratek filmček ali pa neko lutkovno predstavo. Ali pa tudi lahko kupijo slikanico ali pa otroško knjigo. Ampak to so te produkti, mogoče bi bila dal zraven še specifična oblačila, ampak tukaj se pojavi prvič v zgodovini človeštva to, da na res s hitro iteracijo, tedensko ali pa 14-dnevno ponovitvijo, otroci v množicah, v milijonih, določajo tako obliko kot vsebino nekim fenomenom. Nikoli se to prej ni zgodilo. Ti recimo, najbližje, kar smo temu prišli, je neki zelo bogati faraonski otroci, ki mogoče lahko rečejo, ta igračka mi ni všeč, ne? Pa more potem pač keramičar narediti novega nilskega končka, pa ga modro pobarvati, pa rožice ga narisati, ne? In zdaj je deček zadovoljen. Pa to je totalno privilegirana pozicija. V Združenih državah Amerike pa res to postane industrija in to postane industrija namenjena otrokom, mlajšim. Stripi so del tega. Stripi so del tega, zato ker zelo podobna stvar se ti zgodi pri hrani. Enkrat boš imela totalno za nič hrano. Ta hrana bo bela, rumena, oranžna, pa rdeča. Ker se izkaže, da pač otroci te barve najbolj prepoznajo iz genetskih razlogov, evolucijskih razlogov, kot nekaj, kar je sladko. Tudi sladkor jim čisto navije totalno in otroci imajo slabe zobe. Ti imaš po celo industrijo zobne paste, rabiš zraven delati, zato ker res otroci obupno hrano naredijo. In tudi pri tej literaturi je tako, veš, da ta zgodna stripi namenjeni otrokom, čudno, no. Te vsebine niso Shakespeare, no. To bi rad poudaril. Da se stvar seveda spremeni, ko dobiš ti tudi zaradi nacizma en velik eksodus vrhunskih evropskih avtorjev, ki pa pridejo v množicah v New York in tam obupno iščejo zaposlitve v zahtevnem trgu, v zahtevni ekonomiji in morajo včasih, čeprav zelo dobro izobraženi, pristati pač na neke službe, ki so malo brezvezne. To je tam neke stripke boš risal tam za neke otroke. To potem naenkrat pripelje do tega, da imaš vrhunske avtorje, ki rišejo zelo ambiciozno te stripe in takrat stripovska forma dozori pa tudi zaradi tega, ker se generacija otrok, ki to bere, malo premakne v... Ampak razlika recimo s to sekvenčno funkcija, karikaturo, da ameriški stripi v 30 letih, najprej funkcija, ne, je to, nimajo namena politično nagovarjati, ne. Saj so določene izjeme, ampak to je pač tako, neka Miki Miška hodi tam na neki otok, gleda dinozavre z nekim luštnim letalom. Pač zanimiva zgodba, ne. Tole recimo res čist drug štos. To recimo, ko to natisne, ne, Cruikshank, gre to viset v izložbo.
izložbena okna so tista in džentlmeni hodijo in prikimavajo. Ne. Se Tako pravi, kot dnevnik, ne, ko imaš še tako, vedno ki še vedno čudovito tisto časopis nalepi na nalepljen na šipe tam na izložbo. kanarčku. Ne. Absolutno. In karikature so tudi recimo v kakih manjših tiskih v času reformacije pa protireformacije, ko so te podobice pa kratki teksti, pamfleti krožili natisnjeni, hitro natisnjeni med ljudmi, med nunami, med samostani. Kot primer naj samo navedem, pač ko Martin Luther, to je bilo 1517, ne, on nabije teh 95 tez, to je nekaj tednov mine, so že pamfleti odzuni, že nune berejo o tem, neverjetno je tisk spremenil hitrost izmenjave komunikacij, ampak kaj je to namen? Nagovarjaš decision makerja, nagovarjaš odločevalca. To so lahko tudi nune. Nune so spoznali, mate, nismo niti vedeli, da smo odločevalke, lahko se odločimo, lahko izstopimo. Ne. Katarine von Bora, bodoča žena, ne, od Martina Luthera je prav takšen pamflet s kolegicami brala, pa so potem organizirale pobeg, ne, in potem so jih tam te recimo protestantizmu naklonjena mesta sprejela, ne, in nekaj časa te nune so gostovale doma. To je bila totalna sprememba. Ne. Jaz naenkrat ugotovim, da sem lahko globoko religiozna, pa se odrečem celibatu. Celibat ni v Bibliji, tako Martin Luther razlaga. Sam pazi, to so odrasli ljudje, politično imajo neko agenturo, ki ti v primeru, da ti nič ne moreš spremeniti, nič, je karikatura tako rekoč brez veze. In ti sicer imaš to, ti imaš v Iranu, pa celo tam pri Iranu, veš, iranska družba je le mečken zanimiva, ima neka jedra intelektualna, ful močna. Iran ni isto kot Sirija. Če pa tudi pri Siriji bi se dalo neke bolj sofisticirane strukture, ampak iranska družba ima tudi blazno veliko karikatur, ampak so podobno kot v sovjetski Rusiji, tudi stalinski Rusiji, ki je imela karikaturo, so to precej bolj programske zadeve. Ne? Medtem, ko bi tukaj v Evropi gledal, bi videl, da imamo bolj razpršeno. Ne? Že tudi to, da so mediji rahlo naklonjeni tej ali pa oni interpretaciji, medtem ko so te interpretacije bolj enotne. Tudi Ruska federacija ima še vedno karikature, včasih tudi duhovite karikature, vice objavljajo, marsikaj, kakšen ventilček se odpre z šalami. Ne? To je v slovenski politiki dober material za karikaturo. Zlata. Čedalje več jih imamo. Ja. Ja, mislim, zdaj, recimo tole zdaj je, itak meni je kot en vrtec. To bi si videl kot vrtec, ne, Nataša bi bila vzgojiteljica, ne, a veš. Misliš, predsednica države, Nataša Pirc-Musar. Tako je, Nataša Pirc-Musar, okay. Hvala, da z opomba mi pojasniš to, kar jaz takole s prvim imenom preveč neposredno poimenujem, ampak ja. Ona je kaj, vzgojiteljica? Ona vzgojiteljica je, ki malo pol to reče, imamo večino v vladi, ne boste še imeli vlado. Zdaj še ne, zdaj bomo pojedli, po kosilu gremo spat, bo pa vlada, ne, to je ta. In hvala Bogu, da imamo. Se ta vlada, tako pol, ko zvečer pride iz šihta, pol Alešu razlaga možu, ne, Aleš Musar, ne, kaj je bilo danes v vrtcu, recimo, ne, tako, kva so mi delali tam, ta parlament, no, a veš, sigurno se pogovarja o tem, a ga sploh rabimo, pa pol reče, Aleš Musar, mogoče ga pa vse ne rabimo, dajmo ga imeti, pa vsaj zabavno in tako naprej. Malo sva zlobna. Ja, so rahlo smešni, tudi, veš kaj, ker to pa tudi šteje način, ne. Pa seveda šteje tudi način. Ne. Kot primer, te bom presenetil, nekdo, ki ga jaz ne maram, pa so se nakratko srečala in par besed rekla Boris Johnson. Ne. Nekdanji britanski. Tako, nekdanji britanski premier, ne, ki je sicer zelo verjetno iz zelo banalnih interesov zaradi resursov v Donbasu, ne, v Lugansku, tam so močne zaloge zemlje, neke pogodbe so imeli podpisane Ukrajinci pa Britanci. Donbaški bazen, ne, na tako, vzhodu. Ne, ki je zelo tako vzhodno industrijsko bogat, pa tudi z minerali bogat. Dobro. Konec Ukrajine. Zelo verjetno to bil zadnji, ker je totalno pragmatik bil. Skratka, ja, Boris Johnson, snidenje. On je, hočem reči, ja, da je vseeno Ukrajino je on podpiral od vsega začetka. Ne, tako da to mu moramo pač priznati, iz kakršnikoli že razlogov. Ampak Boris Johnson vendarle ta tip vehemence, ki jo je imel, ne. Poslušal sem poljskega politika Sikorskega, ki je mogoče par let razlike je bilo na Oxfordu, ki sta bila skupaj tudi člana tega Bollington kluba, ali kako ta nek elitni ortodokski klub. Skratka, poljski politik pa britanski politik sošolca, ne. Ta poljski politik Sikorski pravi, pa že takrat smo vedeli, da bo prime minister.
bi bil tako vehementen, ampak recimo Boris Johnson ima eno vehemenco, pa je popoln, mislim, reči v temu gnojno. Se pravi, serijsko nezvest, zlagal se, kraljico naplahtal, res portfolj ima grozen. Se pravi, odnos Borisa Johnsona z resnico je ena grozljiva katastrofa. Ampak spet ta način, ne, njegova vehemenca, njegovo vrtenje besed, Prezenca nekaj njegova, šteje. ne? Celo to nekaj šteje. Prepričljiv je bil, ne? Ljudski. Zgledal je kot eden izmed... A ti nekaj groznega povem, recimo Stevanović, ne, okej, zelo nerodna figura, ne, s tem nekim bodybuilderskim stasom, tak stereotipen, pa tudi to rahlo seslanje ne gre v redu, čeprav, Michael Tyson ima tudi to, ampak vendarle, recimo v tem diskurzu, ne, se nekako trudi, ne, to ni čista katastrofa. Veš, kaj ti hočem povedati? Da, kdaj bi zavedali, da tunizijski parlament, takrat, ko so ga vzpostavili, ajde, zdaj pa res to, da se pa res stepejo. Da greta pa, ne vem, tam Stevanović, pa ne vem, kdo bil še kdo iz SDS-a, ki greta recimo političarko levice, ne, Natašo Sukič držati, eni otepe. A si predstavljaš, da se to res zgodi? Ne, hvala Bogu, da ne. Skratka, mi, kakorkoli, še vedno ta nek moj komentar z distance je bil, ta parlament, pač so ljudje, s katerimi se ne strinjam. Zdaj pač en korpus bo zdaj tudi očitno, mislim, da zdravstven sistem, to je tisto, kar nas bo najbolj skrbel, ne, zato so ga tudi omenjali posebej. Ja, to bo zdaj šlo malo v smeri privatizacije, ne, vse kaže na to. Ampak da kljub temu šteje tudi ne samo kaj se spreminja v političnem prostoru, ampak tudi kako, kakšen je diskurs. Res je to pomembno. Drugače povedano, zagovor dobre stare vljudnosti. Če celo neke maske vljudnosti padejo, takrat ni rezultat to, da končno srečen sem, vidim, vse je samo korupcija, vse so samo pritlehni dogovori, vse je samo kupčkanje, srečen sem, da je ta maska vljudnosti padla. Ne, ta vljudnost ima eno avtonomijo in pomeni en prostor kulturnega dialoga, ki pravzaprav je še zadnja šansa, da ti rečeš, pa sej nek zakon imamo, pa neke tradicije imamo, dajmo jih upoštevati. Ciril se da živeti od risanja stripov? Zoran Smiljanić, absolutno, jaz v daljšem času, ne, tudi recimo, ko sem pač večer 2 leti nazaj zapustil, ne, to je bilo tako za hišo in za mene, tako bila kar velika odločitev, ampak jaz sem prišel s kolegicama in sem rekel, oni 2 naslednji teden rišete, res? Sem rekel, ja, jaz bom še en tekst napisal in sem se poslovil in je bilo tako neko v redu slovo, pa vendar sem to lahko napravil tudi zaradi tega, ker sem v stripa služil več, kot sem služil z karikaturami pri Večeru. Ne, tako da predvsem ta izobraževalni strip, zato je še vedno dovolj potrebe in kot primer stripa, ki bi ga se jaz želel nadaljevati, ali pa stripa, ki je, mislim, da bil zelo dobro zastavljen, je strip, ki smo ga delali z Evropskim parlamentom, konkretno z pisarno Evropskega parlamenta v Ljubljani. Tam smo pa res uspešno razlagali zelo zahtevne in kompleksne postopke Evropske unije. Evropska unija, ki je čudovit prostor dialoga, tako ta Sikorski, ki je hardcore desničar. Ja, zato sem te na začetku vprašala, če bi za poslovnik naredil podobno zadevo. Še enkrat, poslovnik, vem, ampak prav s temi bogati, mi smo res bogati izkušnji. Mislim, da nas je nekaj, ko se ukvarjamo z izobraževalnim stripom, pa tu nekako, recimo, tu sem samozavesten, ker imam res dovolj izkušenj, pa ves čas smo dobro z bralci preverjali, testirali, tako da vem, kaj deluje, kaj ne. Kako to pedagoško kot pedagog narediti. Jaz sem zdaj en tak debel poslovnik, ki ga treba poznati. Ne. Prvič, do tega moraš imeti strast. Kdo je bil nor na te zadeve, je Bučar. Ne. Se pravi, to je oče slovenske ustave, če hočeš, in tako naprej, totalno strastena. Ne. In on je res do onemoglosti se mu je dal preverjati neke logične odnose, recimo to, da je predsedniška funkcija tukaj v Sloveniji omejena, v veliki meri tudi zaradi tega, ker so se bali vpliva Kučana, bali so se vpliva pač neke predsedniške funkcije tudi. Nek odmev Tita je še bil, tako da slovenska ustava predsedniku zelo zameji funkcijo. Ne? V veliki meri podobno. No, kaj deluje v teh izobraževalnih stripih? Kaj deluje? Tako, da narediš ful dober strip, kjer ti motiviraš, pokažeš en dober konkreten primer, kaj če te dogovori niso v redu. Haiti, primer slabo napisane ustave, iz nuje se je pisala ustava, tako da je diktatorska. Haiti ima diktatorsko ustavo, iz nuje, vsi so napadali takrat tega haitijskega temnopoltega voditelja, Louvertura, vsak je imel 5 minut časa, je Haiti napadel. Ne? In on v nekem trenutku reče, jaz bom diktator do nadaljnega. In ustavo usodno zaznamuje. Žal.
Ne. Po drugi strani, primer dobro napisane ustave, ameriška ustava. Ne, pišejo peščica belskih, ful bogatih moških, v katerih je polovica lastnikov sužnjev. Ampak, ko se bodo sužnji emancipirali, bodo točno ta tekst vzeli za svoj vir, naslavljali bodo ta tekst, bodo rekli, tu so moje pravice, ne? Vsak človek ima pravico, da išče pot do sreče, ne? In vsi ljudje smo rojeni enaki. In bodo to napravile ženske, feministke, istospolno usmerjeni, drugače verujoči in kakorkoli. Skratka, tu je, drugače verujoči so bliže prej vključeni, no? Judje verjetno malo manj kot pa protestanti, ampak pa katoliki tudi manj, ne? Katoliki so tudi, ampak hočem ti povedati, da recimo dobro napisan temeljni tekst res veliko pomeni. In to je tudi tisto, to je recimo to, kar zdaj počnem, je zagovor forme. Zagovor vljudnosti, zagovor dokumentov, kako učiš tako zahteven dokument, da eno fajn zgodbo poveš, ali fajn sočen film, kjer primerjaš Haiti pa Združene države Amerike, pa nekaj malega v slovenski tradiciji in poveš, da slovenska tradicija je posebna, pa rečem, dragi moji, zdaj pa druge nimamo. Tle bomo mogli mi par dni sedeti pa se poglabljati v ta tekst. Pa kako ti preveriš, če je to učinkovito? Ti si recimo delal tudi za eno prehrambeno podjetje, za Rdeči križ, za Dars, zobozdravnika se bova dotaknila, ampak kako ti veš, da to dejansko učinkuje? Preverjaš. Kako preverjaš? Kaj, komu daš nekomu to za prebrati? Ali kaj? To je en projekt, ki se sicer ni realiziral, čeprav je bilo dobro zastavljen. Ker samo v hurčku deluješ, ne? Ja. Končni naslovnik pa so očitno nekdo, ki premalo ve o tej temi ali pa se še uči. Jaz grem vedno na teren. Se pravi, ti, če mi ti zdaj rekla, delam projekt za prekmurske manjše kmete, ne? Redka žval v Prekmurju, ne? Tam veljajo velike kmetije. Mi, da bi se pač usedla na vlak do Murske Sobote, se tam srečala s človekom in obiskala 5 prekmurskih malih kmetov in sedela z njimi, pila z njimi, jedla z njimi. Ti bi imela zraven zapisnik, jaz bi imela zraven zapisnik, zelo bi se potrudila, da bi... Da razumeš, kako razmišljajo, da razumeš njihove težave. Še Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, dobila delo, podatke, tako. Zelo podobno, zato tudi meni so vedno pri načinu mojega delovanja kolegice in kolegi priznavali neko kvaliteto. To, da recimo, sem se jaz počutil, pa tudi, da sem res Večerove novinarke in novinarje vzeli za svojega, to ni bilo čisto strte zvito. Mi smo si v marsičem smo si delili metodo, uporabljali pa drugačna sredstva. Predvsem pa ta, veš, to, kar je, veš, to niti mi, da lahko to piševa v zakonodajo, je pa spet ena iz stvari, ko enkrat tega več ni, takrat veš, da si to imel v Evropi, v Sloveniji, imamo določene tradicije, da o vsem se pa vendarle ne zlažemo, ne, pa da mečken tehtamo. To velja. In spet nazaj k zagovoru teh obstoječih medijskih hiš ne napadati, izboljševati. Oziroma, če napadamo s tem namenom, da jih izboljšujemo. Odpravljati slabosti. Tako. Recimo. Kot pri orhideji, ne, ki imaš tiste suhe vejce. Tako, suhe vejce. Suhe vejce. Endodontski strip. Ja. Mislim, če to drži, to si ti v enem pogovoru, večkrat si to povedal, ampak je to res fascinantna zgodba. S svojim zobozdravnikom sta skupaj pač naredila ta strip. Bojda so celo študenti medicine, ki so bili pač na tem oddelku, naročali potem te stripe. Na Danskem so ga prevedli. Skratka, velika stvar. In celo, na Nizozemskem. Na Nizozemskem in celo neke resne denarje ste zaslužili zelo, zelo strokovno in zahtevno temo. Ja, ne, mislim, sva jedla, včasih smo imela za juho pa za hot dog od tega stripa. Ampak na začetku so delali pa res volontersko, ne, dr. Rok Jurič, ne, on res tudi podpre, on je tak rotarjan, ne, rotarijec, ki v resnici zna pomagati nekomu v stiski, ima ta čut. In tisto leto je rekel, jaz bi eno tako mehno zloženko naredil s par risbicami o tem, kako poteka zdravljenje notranjosti zoba. Endodontija pomeni točno to, endos je notranji po grško. In pa sem si rekel, ne, pa jaz moram pa diplomo narediti, pa da ima malo to več. Mater, pa se nam je pa to zapletlo, to je res trajalo, ne. Ker mi smo pač scenarij naredila, pa je bila zelo precizno zrisati, taka res kompleksna produkcija je. Tako da še vedno endodontov strip ga lahko po vseh teh letih, 2015 se mi zdi, sem mi da to izdala, 2016 ne spol diplomiral in tudi predstavil takrat 2016 na tej veliki konferenci Graphic Medicine na Škotskem. Skratka, res dobro napravljena stvar, ampak mi smo ves čas, ko smo sestavila zgodbo, pač potem povabiš recimo 6 prijateljev, in jim razdeliš ta strip
in jim zraven daš pisalo in listke in rečeš, zdaj pa ber na ta način, da ko se ti kje zatakne, listek not nalepiš. In to moraš res prositi, ker to je velika pozornost, ne? Ampak to je en zelo... Andrej Blatnik, eden od recimo teh testnih bralcev, profesor, ki predava pisanje kratke zgodbe, hkrati pa cel kup ljudi, ki pa ne z zobozdravstvom, ne s stripom nimajo veliko veze, so bili preprosto bralci, ki jim jaz pravim nevedni bralci, ne poznajo projekta, preberejo, samo povejo, jim je všeč ali ne. Ampak mi smo hitro locirala tiste dele zgodbe, kjer so rekli, tle se pa malo zgubim, tle rata pa zelo dolgočasno, pa mi je malo težko priti, rezati. Nobene zaljubljenosti ni bilo tle v najno lastno delo. Mi so potem, en ukrep je bil, da so zgodbo razdelili na 2 dela, jasno, in so tudi predvidela. Prvi del bodo brali bralci v večini, tisti, ki se jim bo dal nadaljevati, pa drugi del. Ampak nujna je bila ta cezura vmes. Pa potem prilagajanje, brali so pa to strokovnjaki za pisanje, strokovnjaki za endodontijo. Ti so bili pomembni, ker so naj pol res opozorili, so rekli, tam še imate napačno narisane vrške, dajte za 90 stopinj. Sej so tudi pri zobeh taki vrški, kot jih imata vidno narisana, ampak v veliki večini, 90% so pa tako, pa smo še tisti zavrtela, ne. Tako da je zdaj strokovno pač res dobro napravljen strip, vse stoji, izrazi so ustrezni, so strokovni, postopek je strokovno in ja, res je nekaj študentov, preden so šli na izpit, še hitro kupilo ta strip, zato da so lahko prebrali pa obnovili znanje. Sem pa čisto mimogrede zdaj podal 2 stripa na Švedsko. 2 stripa na Švedsko, tako da skozi še pride univerza v Minneapolisu, ne, napišejo, imamo eno večjo zbirko zdravstvenih nasploh stripov, a bi lahko kupili, ne. Seveda smo z ženo ugotavljala, da tudi Roko sem rekel, ti to pa bomo mi da kot darilo poslala in sva točno to tudi naredila, zato ker je bilo preveč zapleteno računati Američanom. Ampak ta strip ima eno super zgodbo, natisnila sem ga pa skupaj z vsemi temi izvodi, nizozemskimi, angleškimi, slovenskimi, različne izdaje 10.000. Ciril, kaj je motivacija za tvoje delo? Zakaj se tako trudiš, da bi bila slovenska družba boljša, da bi pokazal, kako bi bila boljša, da bi jo izobrazil in hkrati, da nisi toliko razočaran, da bi jo odnehal? Ja, čisto enostavno odgovor bi bil tudi to, da zato, ker to res se mi zdi pa že skozi počnemo. To se je meni razkrilo, ko sem dokumente, dedi moj je umrl, tega bo zdaj že več kot 20 let, 24, če so čisto natančna, ne. In mojo mamo smo poselili v dom, moja mama si je kolk poškodovala in je bilo nujno treba poiskati dom, to je bilo kar dramatično, kot si predstavljaš. Hvala Bogu za dober dom, hvala Bogu za dobre ljudi, ampak je bilo dramatično, mi smo mogli pa potem te dokumente seliti, ne, in v teh dokumentih, ker jih je mama še imela nekaj, ne, se razkrije seveda, tu so pisma iz 2. svetovne vojne, a ne. Jaz mislim, da v meni je globoka ta zavest, da gre za res, da se živi še zdaj, da je treba živeti tudi polno. Ampak kako te ljudje ne razočarajo, da rečeš prav, če nočete, pa ne? Skrivnost zelo nizka pričakovanja imam. Visoka do sebe, pa nizka do drugih, to je recimo nek tak recept. To je pa zelo težko tako družina visoko in nizko hkrati naprej, ne? Mislim, družina je, to je zaguljeno, ne. Družina, če si ti del pač moje družine, to... Ne, se ne govorim o tem. Nisem tudi enostaven foter, si predstavljaš, ne, ja. Ja, ampak govorim za državo, ker v bistvu te stvari, ki jih ti delaš za družbo, no, ne za državo, za slovensko družbo. Zdaj druga, mislim, to, kar bi ti pa povedal, kot recimo, kot nek strastni epistemolog, ne, bi ti rekel, država, to je pa vendarle kompleksna stvar, ki niti približno ni idealna, ne. Mislim, to je pač nekaj, kar mi skupaj ustvarjamo, delno organsko, delno načrtno, potem, ko smo pač, ne vem, v nekih ravnicah tam v Afriki so nas pač plenile neke velike mačke in včasih tudi kaj skrili, ker smo bili take mehne opice, ne. Pač država globoko nepopolna, imperij nepopolni. Imaš upanje v ljudi? Kaj? Veš kaj, delujem upanje mogoče premočen, preveč pesniški izraz, ne. Verjameš v ljudi? Kaj? Veš kaj, verjamem v statistiko. Verjamem v nujo, ti imaš še vedno pač, verjamem tudi to, da Slovenija, da te tradicije nekaj veljajo. Recimo tudi to, da mi skozi to, Napoleon, okay. Pridejo Francozi, ne, in nimaš kaj zapovedati, Angleži pa sploh ne marajo Napoleona. To je fajn zgodba pri nas.
Zdaj, ker mi si povemo, veš, kaj slovenski jezik nam je dal, pa tudi enakost pred zakonom. Napoleon z potezo peresa ukine fevdalni red, kjer je pač zločin, ki ga je napravil župnik, pa zločin, ki ga je napravil grof, ne, bil drugače obravnavan, kot če je enako reč napravil kmet. To je nepojemljivo za današnje čase. Fajn zgodba je to. Ta zgodba z Napoleonom je naša in jo je treba tudi tako razumeti. Mene briga Britanc pa Francoz, kaj si mislite o Napoleonu. V našem kontekstu je to ime, jasen znak za dvig pravic, za inkluzivnost in za to, da so te pravice nenadoma splošne. Ker Francozi ga malo pošuškajo, ne? Ja, nerodno jim je, ni Malo jim ni čisto redu. čisto jasno, kaj je s tem. Ne? Seveda tudi, ko sem še res pač veliki iteraciji, to je še pol, veš, Napoleon se vrne potem kot Napoleon III, kot nečak, ne, in tako naprej. Ampak tudi dolgo nisem vedel, ne, v januarja 1871 pruska vojska pride čisto v predmestja Pariza, ne, pritisnejo in bi Pariz lahko tudi zasedli. Prusi. Veš, kje se je Nemčija, ta sodobna združena Nemčija, razglasila? Ne v Berlinu. V Versaju. V Versaju, vsi so bili tam Nemci, Cesar je bil tam, ne, Bismarck je bil tam, te hudiči nemški so 1871 januarja razglasili združeno Nemčijo v Versaju, ne. Ok, skratka, Francozem tudi imajo veliko zgodovine, še po Napoleonu, jasno, za nas pa ostaja ta zgodba pomembna in jo tudi dobro napravimo, ne. Tudi recimo lik Vodnika, zelo pomemben lik s tem svojim racionalizmom. Vodnik, blazno zanimiv lik. Zdaj, Ciril, pravijo, da kar nekaj ljudi, no, ali pa recimo na družbenih omrežjih je tako, da si tako dober, kot je dobra tvoja zadnja objava, ali pa eni pravijo, kot je dobro tvoje zadnje delo. Ti pa praviš, da si vedno kritičen do svojega zadnjega dela in da se neizmerno veseliš svojega prihodnjega dela. In te vprašam, a je zate kozarec pol poln ali pol prazen? Vidiš, jaz sem oblikovalec, mene zanima, kako je kozarec nared, ne, mene zanima, kako je sestavljen, koliko je odporen, ne, to me zanima. Tisto, kar bi ti pa priporočil, to je preizkušnja iz Kijeva, kam imaš zraven. Bog var kakšne kozarce, ne, ko greš dol v zaklonišče, ne, v Kijevu imaš vedno pripravljeno plastenko in te ne zanima, zdaj se boš lahko recikliral ali ne, plastenko vode me zraven, zaradi tega, ker če slučajno te kaj zasuje, bo to tvoja najboljša prijateljica. Tako da ne zanima me to, kaj je kozarec pol poln, ampak pol prazen, ampak kako je strukturiran, kako je oblikovan, zakaj so kozarci različni, to so vprašanja, ki si jih jaz postavljam, preden si postavljam o tem, kaj je, a je poln, a je prazen. Vodo imam, saj veš, ne, in iz pipe in kadar sem v zaklonišču v plastenki. Ciril, hvala. Hvala tebi.